Pozdravljeni v novi oddaji podcasta iz centra Ogol. Tokrat bomo najbolj nogometno oddajo snemali v nogometnem klubu Maribor. Današnji gost Mitja Pirih, eden tistih, ki verjetno vleče znanje nogometnih trenerjev in kako razvijati mlade, perspektivne pa tudi malce starejše nogometne vratarje, zato da imamo takšno kvaliteto ali pa da bomo imeli takšno kvaliteto tudi v bodoče. Oddaji se bomo pogovarjala o tem, kako je bilo nekoč, kako je danes, pa tudi kaj se pričakuje od vratarjev v prihodnje. Na tem področju se je v zadnjih 10 letih zgodilo res veliko, tako da tistim, ki bo oddaja všeč ali pa vam so naše oddaje všeč, spremljajte nas naprej, sledite nas na naših kanalih in delite in komentirajte tudi ostalim. Gremo v oddajo. V drugo, menda bo šlo zdaj, da bojo kamere snemale. V oddaji iz centra Ogol, kjer je naš osnovni slogan "Nogomet je veliko več kot le zmaga in poraz", bi dal kak komentar na naš slogan na začetku, da gremo potem udarno naprej lahko. Najprej vas tudi vas lepo pozdravljam, hvala za povabilo. Zelo zanimiv slogan, se strinjam z vami, ker širše gledano se nogomet ne odvija samo na igrišču, ne? Torej se odvija tudi zunaj igrišč in tudi zadovoljimo naše zlate privržence in ljubljence, ki nas gledajo doma pred TV zasloni. Jaz bi šel današnja tema, tako vemo, da še tole zaženemo, da bomo vedeli sodnik, kako poteka tekma, ne. Zagotovo se bomo pogovarjala o vratarjih, razvoju vratarjev in vsega, kar je povezano z vratarji znotraj nogometne igre. Ampak daj na začetku, zakaj si ti bil kot igralec vratar? Zakaj si se odločil za to igralno mesto? Kaj je tebe pritegnalo, če se še spomniš? Seveda se spomnim. Jaz sem užival v ljubljenju žoge. Že takrat v mojem razvoju otroštvu smo dosti igrali med dvema ognjema, ne? In vedno sem jaz tam med dvema ognjema zmagoval, ne? Vsi so se tej žogi umikali, jaz sem se pa nastavljal namerno, da bi to žogo ujel in posledično zbival nasprotnika, ne? Ko smo začeli igrati potem s kolegi na igriščih, sem igral dostikrat sem se tudi postavil v gol in sem bil precej uspešen, na kar sta me dva kolega prepričala, da grem z njimi na trening, in vse od takrat sem v nogometnem svetu. Ampak, a si že, mislim, verjetno si vseeno igral na ulici, si igral veliko nogometa. Ogromno tega. Pa te je že takrat tudi bolj pritegnalo to, da si ti raje šel v gol, pa da je nekdo streljal, si užival v tem, ko si se metal za žogo in tako? Vsega pomalo, definitivno. Užival sem igrati, užival sem pa definitivno biti na golu. Če ne bi užival, se za to ne bi odločil, ne? In ko sem to pač prvi stopil v klub, sem videl, da mi je to pisano na kožo in od takrat naprej začel trenirati in še danes uživam. In še danes se mečeš po tleh? Ne, to pa ne več, ne. Biti trener je to vse predvsem druga vloga kot biti vratar, ne. Torej, trenerji se ne mečemo, trenerji podajamo navodila, ideje, katere potem moji vratarji ali pa naši vratarji izpolnjujejo na terenu. Okej. A se ti spomniš, s katerimi leti si ti dobil prvega trenerja vratarjev? Ja, mislim, da že z 13 leti, še kot mulc v Biljah, takrat, ko sem začel, so me začeli učiti vratarske tehnike. Sicer po takratni metodiki, po takratnih idejah, ampak je bila vratarska tehnika. Se je zdaj veliko stvari spremenil? Popolnoma, se je drugi svet, nogomet gre popolnoma drugi svet, kar so meni učili, in s takim načinom učenja danes težko kam pridemo. Zdaj, tvoja igralska kariera bi zelo na hitro bil sicer poskušal zapakirati, je 15 let Gorice, ne? Ti si predtem si bil v Primorju neki? Ne, v Gorici sem bil. V Gorici? Ker, kakor sem gledal, a si izbil takoj v Gorico prestopil? Tako je. Aha, okej. 15 let Gorice prve lige, vmes 3-krat državni prvaki, pokalni prvaki ste bili 2-krat, 3-krat tudi, ne. V glavnem, iz vidika igralske kariere odličen pedigre, ne samo, da si igral, ampak si tudi bil navajen zmagovati, ne. A se ti zdi, da je
to zelo pomembno, danes rečemo zate tudi, da si osvajal neke lovorike v načinu razmišljanja, mogoče ko predajaš potem to znanje tudi naprej. Ja, zna biti. Definitivno sem jaz winner po duši, ne. Že kot igralec sem zelo nerad izgubljal, ne. In to sem tudi znal prenašati na moje soigralce, ne. Navsezadnje sem bil kapetan Gorice in verjetno ravno zaradi teh karakternih sposobnosti so me potem izbrali fantje za kapetana. No. Pa kaj to pomeni, da si bil tisti agresivni winner, ko je destruktiven v času, ko se izgublja, ali si znal takrat tudi dvigovati ekipo pa spodbujati? Takih winnerov mislim, da ne rabimo, ko ste jih vi zdaj omenil, ne. Rabimo winnerje, ki da dobre napotke v tekmi, ki znajo v kritičnih situacijah povleči pravo potezo, ki znajo v kritičnih situacijah sprejemati odločitve, ne. To je ključnega pomena, sprejemati prave odločitve, ko teče voda v grlo, ne pa se skriti takrat v mišjo rupo. Ok, zdaj, če gledam, se pravi, tvoja igralska kariera, zasledil sem, da si imel v drugem delu ali pa proti koncu si imel kar veliko težav tudi s poškodbami. Kakšne vrste poškodb si imel? Končal sem nogomet z igranjem aktivnega nogometa zaradi poškodbe hrbta. Diagnosticiran mi je bila spondilolisteza in pač potem preko noči se je bilo treba odločiti, ne. Meni je bila sicer diagnosticirana spondilolisteza na zdravniškem pregledu v Mariboru, torej ko sem prišel, da bom podpisal takrat za Maribor, sem naredil zdravniški pregled in so ugotovili, da imam neke težave. Potem po posvetu z doktorjem je prišel do zaključka, da mi glede na diagnozo odsvetujejo vsakodnevno padanje, ne. In pač sem se mogel preko noči odločiti, odločitev zelo zahtevna, torej kar imaš najrajši, ti pravi, kar preko noči vzamejo, a obenem pa se zelo hitro strezniti, kaj bom počel nadaljno v življenju. Pa kaj to pomeni? To pomeni zdrs vretenca. Aha, prav vretence ti je, ni kot disk. Ne medvretenčna ploščica, ampak vretenca. Pa se v tistem času to ni dalo nič zdraviti ali ne vem, z fizioterapijami ali karkoli. Ko športnik začuti, da imaš prvo borbo sam s sabo in potem za sprotnikom, boljše da reče, to je to, hvala, nasvidenje. To je treba milijon vaj, ukvarjanje sam s sabo, od joge do stabilizacijskih vaj, tako da ti porabiš 1,5 ure, da se sploh spraviš v red, da lahko priješ na igrišče, oddelaš trening in potem še 1,5 ure stretchinga. In to moraš imeti res močno voljo, da to dan za dnem ponavljaš. No. Pa si takrat, še v času, ko si igral, si že razmišljal tudi, da bi bil trener? Nisem razmišljal, to me definitivno veselilo. Razmišljal sem, kako mi podajajo moji takrat trenerji podatke, torej ideje, in razmišljal sem, kako bi jaz mogoče to drugače pristopil do kasneje mojih varovancev. Imel sem to žilico, definitivno. Kako si pa potem prišel, v bistvu, se pravi, ti si se mogel, kot si rekel, prek noči odločiti, da greš v nekaj novega. Si imel še koga, kot ti je rekel, Mičo, to bi bilo za tebe? Ne. To je zgolj individualna odločitev. Jaz sem prišel domov, sem se usedel, sam s sabo praktično razmislil, kaj bi rad počel v življenju, da sem iskren. Če sem bil takrat pripravljen za biti trener, nisem bil. Ne. Ko enkrat stopiš v trenerski vlogi na igrišče, vidiš, da je popolnoma druga vloga, kot je bila igralska vloga. Torej, moraš marsikaj spremeniti v razmišljanju, marsikaj osvojiti, da potem lahko to ko bi rekel, posreduješ tvojim varovancem. Začel sem se ukvarjati z nogometom, gledati milijon tekem, ukvarjati se s taktiko, kako, zakaj, kdaj, in potem počasi sem si naredil neko sliko in s to sliko potem sem z nadaljnjim gledanjem nogometa si potrjeval, in ko je bila zadeva potrjena, sem dal žig, recimo, ne po domače rečeno, in se odločil, zdaj pa grem v trenerski posel. Pa te je zanimalo, da bi delal kot glavni trener tudi, ali samo, da bi razvijal vratarje vedno kot... Vedno kot trener vratarjev. In ko si to zdaj poštempljal sam pri sebi, grem v vratarski del. Posel, ja. Kaj je bila potem prva poteza, da pridobivaš znanje, ali si menil, da tisto znanje, ki si ga zdaj kot igralec pridobival skozi leta, da je dovolj? Jaz sem mislil, da znam dosti, ne. Na koncu sem videl, da znam zelo malo, ne. Samo to je pa iskren pogled v ogledalo. Če se sam sebe iskreno pogledaš in vidiš na koncu, Mitja, ni to, kar si mislil, torej začni delati na temu
je zelo enostavno potem pridobiti, ker nekaj delaš, kar ti je zelo všeč. In kar delaš, če ti delaš, da ti je zelo všeč, potem to znanje upijaš. To ne pomeni 1 ura in pol dela na dan. To pomeni fokus in iskanje. To je zame, to ni zame, to je dobro, to ni dobro, to bom vrgel, to mogoče bom predelal. Ne? In tako počasi si narediš neko mozaik. In ko se narediš mozaik, potem pičiš v zgodbo. Ne? Kam si ti pičil prvo poznanje? Poznanje? Jaz sem začel gledati ogromno tekem italijanskega nogometa. Meni od nekdaj so bili italijanski stil vratarjev zelo všeč in potem sem začel iskati tekme in prvo sem iskal vratarje, kateri so meni všeč. Kaj bi jaz rad razvijal? Kakšnega vratarja bi jaz rad razvijal? Ne? Zato, ker znotraj italijanske lige jih je 22, torej 22 jih ne more biti všeč. Sem se zbral 3-4 in te non-stop spremljal. Vsako nedeljo spremljal. Zdaj, takrat ni bilo tako kot dan danes, da greš na Instant Scout, pogledaš tekmo in lahko pogledaš all players actions. Ne? Takrat je bilo treba si izbrati celo tekmo in doma gledati in si pisati lepo počasi na papir, akcija 1, 2, 3 minuta, to in si risati. In potem znotraj ogromno tekem si sestaviš en mozaik in potem se odločiš in gre. Ne? Pa kateri so bili, rečemo, ti vratarji, ko so te v tem času najbolj fascinirali? V tistem obdobju definitivno prvi bil Samir. Samirja sem spremljal že od vedno in ogromno stvari se naučil, kar se tiče kako on funkcionira na igrišču. Potem je bil moj vzornik Angelo Peruzzi in če bi še koga rad izpostavil v tem obdobju, bi lahko rekel, da je bil z določenih zdaj tudi Marchegiani mi všeč. Pa si potem tudi, rečemo, vzpostavil kontakte, da si šel si pogledati v Italijo, kako delajo oni konkretno, da razvijajo vratarje? Če nekaj imaš rad, ne, to priješ do cilja, verjemite mi, definitivno. Ne. Marsikaj sem se šel pogledati, marsikaj sem prebral, glede na to, da sem živel ob meji, sem dnevno spremljal te programe, ki se objavljalo marsikaj in potem počasi si sestavljal svoj mozaik. Cilj trenerja je, da si sestavi svoj mozaik. Ne kopirati, sestavi si svoj mozaik, samo znotraj nekih idej. Ampak zdaj, rečemo, jaz vedno gledam tako, ne, ko razvijamo igralca, verjamem, da je zelo podobno potem tudi za vratarje, ne, razvijaš v enem modelu je ta kondicijski del, v drugem modelu bo tehnični del in v tretjem modelu bo taktični del. Pol pa še verjetno se nadgrajuje psihologija, komunikacije z ekipo in tako naprej. Ne. Zdaj, če izhajam, jaz pač iz sebe isto, ko sem štartal, ne, mi je bilo vedno zanimivo to, da dokler ne pridobivaš znanja ali pa dokler se ne vprašaš, kaj bi jaz naredil, da bi nekdo dlje skočil ali pa hitreje tekel, ne, imaš občutek, da je to pač samo po sebi nekomu dano, nekomu pa ne. A si ti ugotavljal, da se da zelo veliko stvari znotraj tega, rečemo, potem pa nadtrenirati ali pa da se da trenirati drugače, kot si, rečemo, ti sam treniral? Ok, za ugotavljal težko, da bi rekel, ker sem že skozi kariero bil eksperiment na samem sebi, torej jaz sem delal eksperimente na samem sebi, kar se tiče fizike. Jaz sem probal vse narediti, da bi bil jutri boljši. In s tem, ko sem eksperimentiral, sem osvajal določena znanja. In ko sem osvojil določena znanja, ogromno znanj, ki sem osvojil, sem potem lahko kasneje prenašal na tiste, ki sem jih začel potem trenirati. Ne. Ampak kje si pa dobil tisto osnovno znanje, da si sebe lahko izboljševal? Osnovno znanje z ljudmi, s katerimi sem sodeloval. Z ljudmi, s katerimi sem sodeloval v procesu moje kariere. Ne. Imel sem ob sebi ogromno atletskih trenerjev, moj recimo hobi je bil hoja v fitness. Ne. Non-stop so me pejdi ven z fitnessa, jaz sem bil non-stop notri in non-stop razvijal določene zadeve znotraj sebe. Ne. In potem, ko razvijaš znotraj sebe, na določeno obdobje potem še podkrepiš s teorijo in potem si to avtomatsko predalčka za podzavesti in ko narediš konkreten fascikel teh zgodovine, ne, imaš znanje v roki. Ne. Ampak zakaj so tebi trenerji govorili, ne hoditi v fitness? So ti povedali to? Ja, zdaj vem zakaj. Takrat sem imel svoje glav in sem pičil po svoje. Ne. Zdaj, ta svojeglavost je obenem lahko dobra, v tistem primeru za moje pojme sem prihajal v cono pretreniranja. Zato ni bilo dobro to, kako sem počel. Ne. Sem pa ogromno se naučil, da dan danes lahko svetujem mojim varovancem, da ni dobro biti v coni pretreniranja. Ne. Se pravi, nisi imel problem v načinu treniranja, ampak si imel v načinu pauze ali pa
Regeneracija ali kaj? Karakterno sem jaz imam črve v riti, torej ni miru, jaz bi non-stop nekaj počel, ne? In torej kar nekaj naredimo perfektno, jaz bi še rad tisto perfektno nadgradil in tako sem tudi funkcioniral v treningu, ne? Pa si bil, rečemo, konkretno tudi dol v Interju, si se dogovoril s Samerjem, da si bil dol pri njih, da si lahko opazoval, ne vem, en Ne, tedenski pri ciklus. Samerju sem bil v Laciju, ko je bil Samer Aha, v Laciju. Aha. Takrat sem bil jaz v Italiji. Si bil, da si gledal celoten Tako sem tedenski bil- cikl. Tako sem bil njegov gost, en teden gledal, cel teden trening plus tekmo, potem to je bil tekma Lazio-Roma derbi na Olimpiku, torej je bila popoln teden, se reče, no? Cel kaos v Rimu doživel, kaj se vse dogaja pred derbijem, torej top občutki. No? Pa si tudi stik z trenerji imel potem, Ja, da si seveda, lahko vse, intervjuval, nabiral informacije. Seveda, in tako dobro, naprej. zdaj veš kako je to, starejši kot si, bolj si drzen, takrat sem bil še dokaj mulci, nisem bil tako drzen kot danes, ne. Sem rajši vprašal potem po ovinkih, kot da bi vprašal direktno, ne. Načeloma je bilo tako jasno, kaj se razvija in kaj se dela, ne. Zdaj, če kakšen detalj nisem vedel, sem srameživo vprašal, ne. Danes vprašam kar direktno, zato ker se me življenje naučilo, če ne vprašaš, ne boš dobil odgovor. Ne, en odgovor dobiš, ne, zagotovo, ampak ponovadi dobiš tistega, ki ga pričakuješ, ne. Kaj te, rečemo, če primerjaš, se pravi, svojo kariero, kaj te je najbolj fasciniralo, ko priješ v en tak klub, kot je Napoli? Pardon, na Lazio. Lazio. Ja, v Lazio. To je zdaj, kot da bi mešali hruške in jabolka, ne, totalna druga, to je samo, šport je isti, se igra na isti površini, to je tudi vse ostalo, kar se dogaja okoli kluba, ne, to je druga zgodba, ne, pogoji za delo, potem razmišljanje, intenziteta, suport, to je drugi svet, ne. Ja, pa to velja isto za vratarja, ali kaj? Vse, toliko je drugače ti bilo, rečemo, Ne, v Rimu. vratarji so delili isti posel, kot smo delili mi v Sloveniji takrat, ne. Ja. Samo celotna okolica nogometa ti je dala širšo razmišljanje, si mogel širše razmišljati, ne. Torej ta stres, ki ga doživljaš recimo pred derbijem, ne, da vidiš, kaj vse se dogaja en teden v Rimu pred derbijem, ne, in potem, da moraš ti stopiti na gol v soboto ali nedeljo, ne, koliko ljudi je za tabo, da je cel Rim za tabo in da po domače rečeno ne smeš ga usrati, ker če ne bo cel Rim tebe šimfal, ne. Torej takrat doživiš prvi pravi občutek odgovornosti, kaj pomeni braniti ali pa igrati za veliko ekipo, ne. Kaj pa sam ta tedenski ciklus te je kaj presenetil, kaj so oni delali ali pa na kak način so pristopili k zadevi? Ne, to sem že vse vedel. Jaz sem imel v karieri trenerja Italijana tudi, ne. Torej, treniral me je Mauro Tami, torej, ki je prihajal iz Udin in zelo podobni principi, zelo podobni tedenski ciklus, torej to sem jaz že vse doživel na sebi kot vratar. Ampak, rečemo, ko ti gledaš svoje začetke vratarske, tiste neke klasične slovenske šole, ne, tako jaz tudi rečemo iz vidika, rekel, kondicijske priprave, včasih sprašujem, a je to res dobro, ko ste imeli, ne vem, 100 padcev, pa pobiran, pa ko že imaš občutek, da je igralec cel kisu, ne, pa da ne bo mogel več se pobrati, ker so mu roke že odpovedale, ne, pa trebušne, pa še kaj drugega zraven. Si ti tak način treniranja tudi doživel kot igralec, ne? Se verjetno posledica takega načina je spondilolisteza, kot sem rekel na začetku, ne, torej ni v redu, ne, zdaj, to vemo, da ni v redu. Pa si ti, rečemo, ker rečemo, to mene tudi zanima, ne, v tem obdobju si ti imel nek občutek, da imaš tedenski ciklus, tako ga imamo, ne vem, z ostalimi igralci, da se ve, kaj se dela v ponedeljek, kaj se dela v torek in tako. V moji karieri? Ja. Ne, nisem imel tega občutka. Kaj ste pa delali? Noč, trenirali smo, ne vem, po občutku trenerja, recimo, ne. Zdaj, če sprašujete za vratarski ciklus, ne, Ja. mislim, da s tem Italijanom Tamijem definitivno je bil to nek ciklus, imel nek smisel in razlaga, kaj počnemo, ne, zakaj to počnemo, in to sem pole pridobil ali pa začel razmišljati, da ima vse skupaj nek smisel, ne. Dokler nisem začel na ta način trenirati, da je imelo širina zadeva, ne, torej, da mi je razložil, zdaj modeli taktičen trening, zdaj modeli tehničen trening, ne, je bilo vse na grobo več v mojem procesu razvoja, ne. Bilo, po domače rečeno, so nas razmetavali kot kombinirke po delavnici, ne. Prvi, ki je začel že biti, ko bi rekel, na našem področju, razmišljati in malo biti drugačen in napreden, v tistem obdobju je bil Filip Filipovski. To je moj prvi trener, s katerim sem hvaležen še dan danes in me je ogromno naučil
kako se obnašati na golu in kako biti mentalno stabilen na golu. To sem pridobil od njega in sem mu danes zelo hvaležen za to. Kaj pa je bilo, rečemo, takega, da rečemo, da... Jaz sem bil otrok takrat. Kot otrok se zelo hitro zadovoljiš z nekaj dobrega. Šport pa zahteva ponavljanje. In on me je non-stop svaril, Mitja, to je zgodovina, dej fokus me na drugo tekmo. Sprva nisem dosti poslušal, sem se opekel, tako je drugo tekmo, odbranil vrhunsko tekmo doma z Muro, druga tekma je že derbi v Ljubljani in takrat nisem bili ravno najboljši v Ljubljani. Po tej tekmi sva se sedla in rekel, Mitja, kaj sem ti govoril, točno to se je zgodilo, prosim, daj mi slediti. In ko sem se opekel, sem videl, da Gospod ima kristalno jasno vse prav, kar mi govori in sem potem slepo njemu sledil. Ampak iz vidika tega, kar pač jaz tudi vidim, da imamo mi trenerji, če gledam, da sem tisti trener, ki bolj razvija igralce, pa ne toliko vratarje, ne, to sodelovanje vratarja, golmanov in glavnega trenerja, ne, v tvojem obdobju, kako je to sploh izgledalo? Si imel ti občutek, da oni sploh kaj veliko komunicirajo, ali da je bilo to bolj tako varianta ono, ne, to je bilo firma v firmi. Golmane rabim čez pol ure, ogrej jih, pa bo to pol to. To je bila firma v firmi. Ti si praktično firma v firmi in pičiš po svoje, ne. To ni bilo nekega sodelovanja, ne. Ti si svoje oddelal, si prišel na trening z ekipo, si imel spet svoj proces, ni bilo neke rdeče niti. Tako je bilo takrat v obdobju povsod. Zdaj, z razvojem nogometa se to ekstremno spreminja. Mora biti definitivno sodelovanje, mora priti do neke rdeče niti treninga, da ti razvijaš metodično, tisto, kar bo potem on delal z ekipo, ne. Mi tega nismo počeli. Ok, zdaj, če gremo midva bolj konkretno, ne, glede tega tvojega izobraževanja, praviš, zelo veliko si sam, zelo veliko si prebral, kaj te je v prvi fazi, rečemo, najbolj pritegnalo, da bi želel osvojiti, zato da bojo vratarji boljši? A je to bilo bolj v smislu tehnike, a te je bolj zanimala taktika, a te je bolj zanimala kondicijska priprava, kje si se tu najbolj najdel? Tehnika, taktika. Tehnika, taktika. Ja. Kaj si pogrešal, rečemo, pri slovenskih vratarjih, ko si začel z njimi delati? Brez taktike. Tudi jaz, ko sem se sebe analiziral, jaz sem šel gledati po končani karieri sebe z osvojenim znanjem. Jaz sem bil taktično z novimi očmi, z novim znanjem zelo slab. Sem za tiste čase najboljši. To je zdaj malo ironično, smešno, da tako je, ne? In ko zdaj dostikrat si pogledam tekmo nazaj, se pogledam sebe, recimo, kako sem branil, iskreno, nisem si všeč. To pomeni, da si branil zelo instinktivno? Na instinkt ne obstaja instinkta na golu. Na golu obstajajo pravila. Pozicija A, B, C, podprincip A, B, C. Jaz sem končal kariero z instinktom, naredil kariero z instinktom, ne? Ok, pa kaj si potem ugotovil? Se pravi, ti ugotoviš, da ti si branil na principu instinkta, kaj je zdaj, rečemo, delam ta glavna vodila, tako ko se rekel, pozicija A, B, C, kaj to pomeni, rečemo, konkretno? To pomeni izhodišča, starting pointi se reče temu, ne? Izhodišča glede na dano žogo. Okay. Izhodišče je vedno, moraš iskati kot vratar optimalno izhodišče glede na dano žogo. In ko ti vzameš top izhodišče, imaš dosti večjo možnost za to odbraniti, ne? Danes rečemo, če gledamo tudi, zdaj mogoče malo miselnega preskoka, vse je naredil, ko si rekel izhodišče, to govorimo midva zdaj v tistem momentu, ko je šut, ali govorimo tudi v momentih, ko, ne vem, še imaš ti celo linijo pred sabo in se brani? Ja, prej in potem, ne, torej prej, ko imaš linijo in potem, ko je šut. Ti moraš zaznavati prostor, ko zaznavaš prostor, dejansko, ko se premikaš, ko prije do šuta, moraš biti že optimalno postavljen. Jaz se spomnim, ne vem, na neki tekmi, ne vem sam, da je bila neka mednarodna tekma, sem gledal, da so vratarji, rečemo, si označevali širino gola že na višini peterca, pa na višini penala, ne. Ja. To je bilo, rečemo, neki tako, da so imeli markirje, pa potem iz tega ven izhajali. A je to tudi pomaga vratarjem, ali je to zdaj že pase? To je bila moda takratnega obdobja. Zakaj se je to dogajalo? Zdaj, če razmisliš tako, zakaj misliš, da se je to dogajalo? Ja, ne vem, jaz predvidevam zaradi tega, da so vedeli, v kateri širini deluje. Zato, ker vratarji v mojem obdobju nismo trenirali v realnem prostoru.
Mi smo vedno trenirali za golom ali pa ob strani gola in nismo imeli prostorske orientacije. Mi smo prišli v soboto na gol in kar naenkrat, opa, welcome, praktično si se dobil v prostoru, v katerem moraš ti funkcionirati na tekmi. Ti si bil pa v tem prostoru zelo malo časa med tednom. Ne? In zato dan danes zahtevam, ko izobražujem trenerje, čim več vratarje v realnem prostoru. On mora trenirati na golu, tam, kjer bo branil v soboto in nedeljo. Ne za golom ali pa tam, kjer je konec zastavca. Tam se ne razvija vratar. Ker je pomembno tudi črte, ki jih ima okrog sebe. Prostorska orientacija, on mora imeti občutek, zato ker danes postaja vratar proaktiven, torej ne brani samo gola, brani prostor. In kako boš ti zaznaval prostor na dan sobote, če si med tednom treniral pri konec zastavci, torej ti poznaš prostor pri konec zastavci ali pa za golom. Ne? Najhujše potem, ko se vključi v debato še oskrbovalec igrišča, ker reče, da se mu bo zrilo igrišče. Ja, mi je žal, vsem spoštovanje do njegovega dela, ne. Mene bojo ocenjevali, kako bo vratar branil, ne pa koliko smo zrili igrišče, razumeš? Ne? Ja, tudi če je malo slabši teren. Tudi če je malo slabši teren, ne. On bo zaznal prostor in bo funkcioniral dobro v prostoru, v katerem mora funkcionirati. Okay. Kaj zdaj pomenijo ta izhodišča taktično, da nam mogoče tudi tisti, ko so trenerji vratarjev, da bi mal dobili mogoče občutek, ki še mogoče kdo po stari metodi dela? Izhodišča to pomeni, da glede na pozicijo žoge si ti najbolj optimalno postavljen, da braniš gol in da braniš prostor. Zdaj, ta izhodišča so pa odvisna od sposobnosti vratarja. Če imaš ti zelo hitrega in zelo miselno hitrega in fizično hitrega vratarja, se splača ta izhodišča, limite izhodišča dvigovati. Ukolikor pa nimaš takega vratarja, si non-stop v riziku. Je nesmiselno iti do limita, torej je boljše se držati nekih basic izhodišč, bazičnih izhodišč, ker te vedno pijejo vodo. Kaj pa pol pomeni to bazično izhodišče? Bazična izhodišča pomenijo, da mogoče si pol metra ali pa celo meter zadaj, bolj nazaj. Bolj pomaknem proti golu. Bolj pomaknem proti golu, torej manj prostora braniš, ne? V resnici pa si bolj ziher v branjenju gola. Ker javnost ali pa okolica, katera se ne ukvarja s trenerskim poslom, vratarskim trenerskim poslom, ocenjuje, kako ti braniš na golu. Ne kaj ti brani, kako ti braniš prostor. Ne? Ker to je meni ravno fascinantno. Ne? Mi, če danes gledamo vratarja, ko je, ne vem, še žoga, rečemo na sredini v drugi coni, ja. Bo vratar dostkrat še v vlogi nekega libera. Še praktično sploh nima veze z branjenjem. Ne? Šele ko bo žoga prišla v kazenski prostor noter, imam šele jaz občutek, da postaja vratar tisti, ki bo pa zdaj mogel braniti. Ne? Seveda, zato vam govorim, da je zelo pomembno sodelovanje med trenerjem in trenerjem vratarjev. Zakaj? Zato, ker trenerji zahtevajo vratarje visoko. Ne? Ok, ni problema, on bo visoko. Je tak? Super, samo potem je zahtevamo trenerja, da je žoga tam pod pritiskom. Zato, ker žoga ni tam pod pritiskom, je pogled gor, je takoj žoga čez, je gol. Koliko golov pade, ko je recimo kvalifikacije, prijateljske tekme, Maroko, ko je igral, ko je dal Zijek gol iz sredine. Vsi govorijo, golmanov gol, kako je dobil gol iz sredine. Ne, ni problem, golman je že stal, golman je delal branjenje prostora za zadnjo linijo. Samo žoga ni bila pod pritiskom in kvaliteta igralca, glava gor, takoj zazna in gajba. Kar pomeni v bistvu, v klubu je to lažje uigravati, kot pa v reprezentanci potem. Ja, odvisno, kakšen profil izbira selektor, ne? Če izbira selektor tak profil, potem ni problema, ne? Ja. Tako vidim jaz. V glavnem, vsaka komunikacija je pač tu nujna. Okay. Dej, če gremo vidva zdaj, mogoče v tej taktiki, ne? Pa dejma iti v grajenje napada, kjer je zdaj, ali pa se pravi ta build-up. Zdaj govorimo o fazi napada. Potem. Ja, okay. Boma šla prvo ta del, pa potem malo povprašal tudi v kontrasmeri. Ne. Če gledamo zdaj ta igra od vratarja v tej naši prvi coni, ne, kako ali pa koliko variant se ustvarja, rečemo, prvas konkretno v klubu, glede na to, a bo visok pressing nasprotnika, ne, da se bo igralo in koliko je tu vratar noter vključen? Ogromno. Vratar mora biti vključen to, glede na model igre. Model igre je taki, torej vratar mora znotraj dela ekipe to razvijati med tednom.
in je ogromno vključen. Zdaj, če bi jaz treniral posebej, sam z vratarji, jaz realnih situacij nikdar ne moram pričarati. Jaz v tem treningu prelevim v vlogo trenerja, torej coacham situacije, katere imam v glavi, katere mi je podal trener in potem to znotraj idej speljemo skozi trening. Nujna prisotnost ekipe v razvijanju build-upa, torej ko govorimo v fazi napada. Ker zdaj, če jaz gledam tako, vratarji v tem nekem uvodnem delu, ste dostikrat sami. Se pravi, ste nekje, ne vem, pač na svoji policiji ali tam znotraj nekega kazenskega prostora ali kakorkoli pač že. Okay. Ali ti potem, glede na taktiko, že veš, ne vem, danes bomo imeli, ne vem, build-up trening, kjer boš ti tudi že v uvodnem delu pripravljal, se pravi, zadevo za... O temu sem pregovoril, rdeča nit. Torej, normalno, jaz bom njega pripravil na točno to, kar on potem potrebuje v glavnem delu treninga. Ampak do katere cone igre ali pa do katere faze igre, rečemo, mora vratar zdaj sodelovati, ko se gradi igra? Mora biti ves čas, tudi ko je, ne vem, v tretji coni že potem žoga, tik pred tem, da bomo šli v zaključek, mislim, se ga zraven vključuje ali... Ja, seveda. Ali je takrat pa pol na oni strani že za to, da brani? Torej govorimo o pozitivni in negativni tranziciji. Ti priješ v tretjo cono. Okay, kaj se dogaja? Kakšna velika verjetnost v tretji coni se bo zgodila? Ja, boš izgubil žogo, pa bo kontra. Žogo, torej bo hitra kontra. Kaj moraš ti takrat početi? Branje prostora za zadnjo linijo. Torej moraš slediti ekipi. Torej po domače rečeno harmonika. Tako, ko se giba ekipa, tako se moraš gibati z njo. Na tisti strani, ki je žoga, tudi ti moraš biti na tisti strani. Zdaj, kaj se dogaja? Ti, če zavzemaš samo centralo, žoga na tej strani, a nekdo vteka tle, po levi strani, ti ga ne boš imel, bo hitrejši. Če boš pa na tej strani, se bosta srečala. To so vse detalji, ki treba ampak kako je zdaj, rečemo, osnovno pravilo? Če jaz gledam, se pravi, iz vidika igre, bo ekipa, ki ima žogo, bo nekje na razdalji prostora 50 metrov. Obramba bo znotraj nekje 30-35 metrov. Okay. Kje je zdaj vratar, koliko naj bi bil udaljen od teh 50 metrov? Ja, zdaj to težko rečemo tako. Zdaj bi bilo, če bi imeli tablo, bi to narisali. Recimo, glede na statistiko letošnjega svetovnega prvenstva, so bili vratarji na 12-13 metrov, recimo, odvisno. Od zadnje linije. Ja, odvisno zdaj sicer, kje je bila postavljena žoga. So bili pa 1 meter više kot na svetovnem prvenstvu v Rusiji. Torej, se pomika zadeva naprej. Da lahko reagira, se pravi, seveda, po izgubljeni žogi. Seveda, da je potem aktiven v fazi branjenja prostora in v fazi branjenja gola. Torej, ukolikor pride do neke situacije, mora sprejemati odločitve, da se povleče nazaj in da brani gol. Ker zdaj vidim, da tudi rečemo, ne vem, v tem build-upu se že včasih toliko visoko tudi postavi vratar, da že skoraj v poziciji, ne vem, centralnega branilca. Ja, seveda, zakaj? Zato, ker postavi se visoko, da so čim krajše razdalje v podajah. Krajše razdalje, kot so v podajah, prejma žogo v posesti. Torej, manj verjetno, da te bo on napadel. Tako, kot te napade, spet nekdo drugi fraj. Torej, to je logično za moje pojme. Kaj pa to pol pomeni, rečemo, iz tekaškega vidika, koliko že pol vratar zdaj naredi na eni tekmi? Dosti več. Tudi o tem se pogovarjamo stroka. Dosti več. Rečemo, koliko zdaj imate, a veš, imaš kak podatek konkretno? Ja, se naredi 7-8 km se naredi. Ker vem, da 10 let nazaj so delali okrog 6 km. Ja, 7-8 se naredi na tekmo, definitivno. Zdaj treba začeti razvijati, to je moj pogled na ta svet. Akcija, reakcija, torej fiksnega branjenja na golu skoraj ni več. Ti si vpleten v neko akcijo, ko si vpleten v akcijo, si ven iz idealne pozicije, torej ven iz cone tvoje, torej dnevne sobe pred golom. In hitro reakcija, ti moraš imeti komplet feeling za prostor, v katerem sodeluješ. Če zgubiš občutek za prostor, nisi v reakciji. Ko nisi v reakciji, je potem ponavadi napadalec to izkoristi in je gol. Ja, ker zdi se, ko smo komentirali, tudi jaz sem zdaj gledal, rečemo, neki posnetke tudi od Arsenala, pa sem gledal ravno, koliko Rem zdaj, rečemo, zelo velik igra, zdaj tudi se vključuje zraven v gradnjo igre, ker rečemo, prej ni bilo tipično, pa zdaj je zelo velik teh globinskih podaj in to v dost, bomo rekli, rizičnih prostorih. Koliko se zdaj to tudi, rečemo, spodbuja ali pa
Kaj misliš rizično? Rizično, da je podajanje pas med linijami, da je rizičen. Pomeni, da je zelo zgoščen prostor. Ja, to je kvaliteta igralca, kateri sprejema žogo med prostoru, ne? In to trener zahteva. Ne? Kaj je naredil Arteta, ko je stopil na vlogo trenerja v Arsenalu? Zamenjal vratarja. Ne? Torej, Leno ni bil sposoben ugoditi njegovim zahtevam. Torej, njegovim zahtevam, posledično, ne glede na investicijo, katero so dali oni v Lenota, so ga dali na stranski tir, pripeljali novega vratarja. Isto je naredil njegov učitelj, torej Guardiola v Cityju. Takrat smo se vsi čudili, kako da menja Harta. Ne? On je vedel, zakaj ga menja, zato ker to, kar on zahteva, je zelo, zelo, zelo težko naučiti. Ti boš težko naučil to preko noči. Rabiš čas, rabiš mogoče leto ali pa še več. On pa na tem nivoju nima časa za čakati leto. On rabi jutri že biti tisto, kar želi biti. Torej, to mi je logično. Meni je bilo tudi zanimivo, ne, da enkrat nek podatek od Casiljasa, vem, da v Realu, da je on bil v bistvu kot eden najboljših asistentov v nekem obdobju Reala, ker je večina vseh teh tranzicij, ko je on polovil te žoge, da so šli v pol kontro, ne, se vedno štartale pri njemu, ne, da je tudi zaradi tega, rečemo, v nekem obdobju takrat Real bil toliko kvaliteten. Ok, zdaj bomo pol še poskušali še malo te stvari, ker me zanima nadgrajevati v tejle diskusiji. Če gledamo pa zdaj z druge strani, ne, koliko je potem še vratar kot vratar? Zdaj, če gledam statistiko ali pa želje, ko se trenerji pogovarjamo, ne, želja je, da prihaja, ne vem, ekipa tam do 20 strelov na gol, ne, takrat je ekipa dobra, verjetno tudi velja podobno za vas. Če 25 je že bila odlična tekma, ne, da imamo šutov na gol, ne. S tem, da se na drugi strani pa zdaj išče, da bo pa teh strelov na gol čim več znotraj kazenskega prostora, ne. In se ta prostor, se pravi znotraj širine petke, ne, čim več pa čim bliže penala pa bliže gola, ne. A se potem tudi zaradi tega spreminja kaj način treniranja in kam gre zdaj, v katero smer pol to gre? Statistika dela trening, je tak. Torej, na svetovnem prvenstvu je bilo 95% golov znotraj 16-metrskega prostora. Zakaj bo jaz treniral golmana, ne vem, streli z 25-30 metrov? To se ne dogaja, ne? To je redko. Torej, glede na to, da je bilo 95% golov znotraj 16-metrskega prostora, ti moraš trenirati situacije znotraj 16-metrskega prostora. Torej, prej sem omenil akcija, reakcija. Kaj so padali goli? Torej, prihajamo mi ven iz idealne cone, podamo nekam na stran, tam se zgubi žoga, on hitro strelja. Torej, mi moramo z nekaj ven idealne cone priti v idealno pozicijo in potem ta strel odbraniti, ne? Ker mi nismo pozicionirani več samo na golu. To pomeni, to hočeš pač reči, da praktično trening samo nekega suhega streljanja, lovljenja, blokiranja ni več, ampak mora biti vedno v povezavi z igralno situacijo. To je moj pogled. Ja, se razumem. Kako pa tujina trenira? Trenira dosti podobno, verjetno. Eni ja, drugi ne, zdaj odvisno, ne. To je videnje, to je art coaching, ne. Vsak vidi po svoje, ne. Ja. Jaz zagovarjam definitivno to in stojim za tem. Ok, zdaj, če izhajamo, se pravi, iz tega potem, koliko potem je teh akcij, ki jih rečemo en vratar bo naredil na enem treningu. Govorimo zdaj o, ne vem, mi treniramo strel iz neke razdalje, verjetno 12 metrov, ko je neka globinska žoga se zgodila nekoliko strani, ne. Razumem. Sem v redu povedal, ne? Ja. Kolikokrat ti pričakuješ ali pa načrtuješ, da bo potem en vratar imel na treningu teh situacij, če želiš to situacijo natrenirati? Zdaj, to je odvisno. Zdaj, če gledamo skozi tekmo, ne, na tekmi koliko situacij ima vratar? Več v fazi branja ali več v fazi napada? Ja, več v fazi napada. Tako. In mi bomo cel trening se metali levo-desno, ne. 100.000-krat se bomo vrgli levo-desno, a na koncu bomo 3-krat se vrgli na tekmi in 100-krat bomo morali nekam podati, ne. Zato, to, kar si me zdaj vprašal, je smiselno imeti 4 vratarje, potem, da se te akcije, katere igrava ekipa, razdelijo na 4. In potem, ko se razdelijo na 4, prije eno normalno število, da lahko
bi rekel, natreniraš tisto, kar si želiš. Ne. Če bi en sam bil na golu, definitivno je bilo to preveč. Zato potem pomembno sodelovanje med trenerji. Zato, kaj se zgodi, recimo, zgodi se, mi do četrtka vse postorimo, je tako? In potem reče trener, bomo imeli malo šutirali. Bomo malo šutirali, ja. Razumeš, ne? Ja. Ne bo stresa za ekipo, bojo sproščeni. Se strinjam, da bo sproščeni. Jaz, ki se štejem te šute, bo 250 šutov na glavo. Torej, tisti, ki hodi v fitness, je 250 burpijev, ne? 250 burpijev 2 dni pred tekmo, ne vem, če je v redu, ne? Torej, zato je pomembna komunikacija, trener vratarjev, trener super, ma lahko bi to dali 4 vratarje ali pa pokličemo še mladinskega vratarja, da zapolnimo to število, pa da porazdelimo to število v neko normalno število, ne? In na kraju trenerji so zelo inteligentni. Rečejo, super, začnemo z vratarji, potem pa bomo samo ciljali nek cilj v neke male gole. Zato, ker trenerji moderni razumejo to, kar jih jaz vprašam. Ampak, ok, zdaj, če pa gremo midva, kar si že govoril, ne, v tem tedenskem ciklu, če midva štartamo v tedenskem ciklu, kako imaš ti razdeljeno te, rečemo, taktične zadeve? Ker, zdaj bom malo karikiral, ne, dosti trenerjev, rečemo, štarta začetek tedna, ne vem, malo ta uvajalni trening, kjer je malo več tehnike mogoče, pa neki igralnih oblik z malo večjimi, mogoče celo skupinami ali pa srednje velikimi, ne. Ampak potem grejo pa zelo radi v te hitrosti igre 1-1, 2-1, 3-2, kjer so male, intenzivne, veliko zaključkov pa tega, ne. Kako lahko ti potem kombiniraš svoj teden, da veš, kaj bo delal vratar iz vidika taktike, ne vem, govorimo o lovljenje, visoke žoge pa kontra, ne, zdaj si izmišljujem, ne. Ja, ali pa kdaj boš ti delal ta build-up, ali pa kdaj boš ti, ne vem, gradil igro. Zelo enostavno. Tle gre za sistemsko delo. Trener poda plan dela, znotraj plana dela, ki ga dobiš pred začetkom tedna, se usedeš doma in narediš plan svojega dela. Torej, ti imaš delo z ekipo, plus svoje delo, katero moraš opraviti, ne. Zdaj, odvisno v kakšnem stanju ti je tvoj vratar. Baziraš se na številko 1. Številka 1 mora pičiti. Torej, ko piči on po pravih tirnicah, popravljaš ogromne ali pa male deficite, ne. Špilmacher, torej trener, pa podaja idejo, po kakšni poti gremo in ti se prilagodiš njegovemu načinu, ne. Ampak če bi tak izhajal, ne, s čim ti najraje s svojimi vratarji začneš teden? Kako jaz začnem? Ja. Jaz začnem z mobilnostjo in z močjo. Torej, osnovna moč za vratarje, spet govorimo, da razdelimo vratarsko moč, ne. Okay. Vratarska moč, torej je treba narediti biomehaniko giba, torej kire gibe mi uporabljamo, kje moramo biti močni, ne vem, kakšne skoke, kakšna gibanja imamo in potem znotraj tega razviješ nek trening, neke vaje v povezavi, v sodelovanju z kondicijskim trenerjem, ti mu predstaviš, on reče, ok, Mitja, ni ok, to dodaj, to vzemi in potem drugi dan recimo delam medmišično koordinacijo. Kaj se dogaja? Ko ti delaš moč, rušiš medmišično koordinacijo, drugi dan jo sestavljaš. Ko jo sestavljaš, jo gradiš samo z vratarskimi gibi. Ne z odvečnimi gibi, katere ne rabiš. Ti jo gradiš samo z vratarskimi gibi, katere rabiš potem na igrišču. In tako sledi potem teden naprej. Taktika. A lahko te rečemo to moč malo bolj konkretno rečeš, kaj to pomeni? Delate vi fitness, delate vi teren? Fitness. Dosti fitnessa lahko tudi na terenu. Odvisno zdaj, v Turčiji je bilo ful lepo vreme, je bilo škoda biti v fitnessu. So na zraku, top kisika, dobra volja, vse posončijo in kvaliteta dela. Ampak kak je, rečemo, ta režim treninga? Ker zdaj, to se pač velikokrat pogovarjamo, ne, zato sem tudi na začetku oddaje sem ti rekel, ne, zakaj so ti oni rekli ne fitness, ne, ker večina jih je vedno strah, da bojo potem, ko grejo v fitness, da bojo zaradi tega počasnejši, ne. Zdaj pa počasni bojo, če bo režim treninga takšen. Moraš imeti kristalno jasno razdeljeno v glavi, kaj rabi vratar, kakšno moč rabi vratar. Izometrično moč mora biti močen, ne, torej mora imeti ekscentrično in koncentrično, ne. Zdaj, če razdelamo prav gib vratarski, pride do izraza hitra ekscentrika. Je tak? Ja. Je tak?
Ja, In ja. ker ti je to vse jasno in enostavno, potem se stavlja treninge. Ampak vseeno, ne, rečemo, kaj to pomeni, če ti daš vrtarja na, ne vem, neko vajo, zdaj meni je vseeno, a delate vi, rečemo, globoke čepe, Ja, karikiram, dobro, ne, govorimo na pamet. recimo, okej, ne, ja. a delate samo globoke čepe, ali vi povezujete potem še z, ne vem, z nalogi pa potegi zraven, Ne, ne. da greste Ne. iz moči še v eksplozivno moč zraven. Vse, kar počnemo, je eksplozivna moč. Vse, kar počnete, je vse, kar eksplozivno. počnemo, je Aha, eksplozivna okej. moč. Vse, kar počnemo, je iz vratarskega giba. Torej, vratar mora biti močen, da je globoki počep. Vratar v globokem počepu ni nikdar, ne. Kar pomeni, da je na petah. Ne. Če si na petah, se lahko samo usedeš. Je tako. Torej, težišče mora biti na sprednjem delu stopala. Torej, on mora biti močen. Ne. Tudi če gledamo basket, ne. S kje izhajamo v basketu? Iz sprednjega dela stopala. Ne. Tisti, ki rečemo, je na petah. Ne. To pomeni, da nima idealnega težišča, če je na petah. Ne. Če je na petah, pomeni, da brani z nogami. Torej smo zgrešili šport, moramo iti v futsal. Je tako. Gremo v futsal. Ne. In tako pole, ti moraš razdelati položaj telesa, s kje mora biti on To močen. razumem, ampak vseeno, ko ti delaš, ne vem, tako si zdaj rekel, kakšne so ponovitve, pa kakšne so serije, rečemo mene Ja, bolj konkretno. enostavno. 3 serije, maksimalno 5 do 6 ponovitev, maksimum. Ker delate vse v Tako, eksploziji. tako. Kile so pa nekje, se pravi, kaj, Kile 60 prilagodim ti, zdaj, kile moraš prilagajati glede na posameznika. Ne? Ja, razumem, ampak kaj ko govorimo, 60% rečemo nekega maksa, ki ga ima vratar. Tako je. Ok, tako. odlično. Je v redu? Jaz upam, da bomo razumeli. Ne. Gre se za, jaz bi vsem želel, se pravi, razbijati določene tabuje. Ne. In zdaj mi imamo tako, ne, tako si ti rekel, ne, jaz grem v fitness, jaz sem že sam delal v fitnessu, pa sem se dobro počutil. Ne. Jaz vidim iz lastnih izkušenj, da nekateri hodijo v fitness, ampak ne trenirajo tako, da bi lahko izkoriščali kvaliteto. Ne. Je pa nujno, absolutno, da mi vemo, kaj bomo iz tega potem naredili, tako kot si ti rekel, seveda, da gremo v medmišično koordinacijo naslednji dan in to pač pomeni zate verjetno, da greste v tehniko. Ne. Tako. A ne. Plus gibanje, vratarsko gibanje. Ne? Ja, sej, ampak Tehnika plus vratarsko gibanje. kaj pomeni zdaj vratarsko gibanje? Vratarsko gibanje, križanje korakov, presunski koraki, recimo, vse to v čim hitrejši Ja, izvedbi. ampak recimo, to je ne. vse, se pravi, Povezavi s tehniko, tako, ja. definitivno. Ampak tudi ta korak je, se pravi, za mene pač že del tehnike, ki bo omogočila, Tako. se pravi, ne vem, ali udriv, ali padec, Ja, ali tako, ja. karkoli. Ja, Ne. ja. Zaradi tega govorim. In zdaj, ko govorimo, se pravi, iz tega, a ti načrtuješ iz moči tudi ostale, rečemo, motorične sposobnosti. Se pravi, ti razmišljaš tudi, a bomo da razvijali še dodatno zraven kaj hitrost, zaradi tega, ker bo treba, ne vem, tok pa tok preteč v šprintu vsem, ker bo neka kontra, da bo tekel nazaj, ali da razmišljaš pol tudi, koliko morate vi čez teden vse narediti. Distance narediš si, ne? Realne distance, katere se giba tvoj vrtar. Ti moraš razdeliti model, torej model, kje stoji tvoj vrtar. Ko stoji tvoj vrtar visoko, narediš distance, kjer ima premikanje. Torej gledaš tekmo, ne? Svojo tekmo. Ne? In znotraj distanc potem prilagodiš zadevo na trening. To pomeni, spet boš naredil, ne vem, vratar ti stoji na 35 metrov od vrat in boš ti, da bo on odtekel distanco, povezal z Tako. neko situacijo, ki se ti lahko, Tako. ki jo predvidevaš, da se bo dogajala v igri. Tako. Okay. Zdaj, če gledamo, ko si rekel v tehniki, ne, verjetno tehnika, če mi gledamo, je vratarska, ne, je tudi zelo širok spekter. Ne. Eno bo verjetno pač, ne vem, lovljenje, pobiranje, metanje, ne vem, lovljenje predložkov, se pravi, imaš en kup teh stvari, a to tudi pol znotraj tedenskega ciklusa razdeliti. Razdelaš, seveda. Pa je pomembno zate, kaj delaš v začetku tedna, pa kaj delaš proti koncu tedna. Definitivno. A nam daš malo tako mesa? Ja, seveda dam, zakaj da ne, nima kaj skrivati. Ne. Če bi delal to na koncu tedna, je bila prevelika obremenitev za vratarja, kateri bo branil. Ne. Torej je treba stopnjevati in spuščati. Ne. Zdaj, glede na to, da začnemo z močjo, kot smo rekli, ne, potem gremo z medmišično koordinacijo. Medmišična koordinacija je odvisna od vsebine, recimo tekmovalnega ciklusa. Ne. Zdaj, če je normalen ciklus, govorimo sobota, je medmišična koordinacija, ne morem reči, da je to ubijalski trening, ima lahko zahtevnejši trening. Ne.
Potem po tem zahtevnejšem treningu prije ponavadi neka igra z nogo, nek build-up, lahko ali principi znotraj igre, spet povezavi z ekipo, odvisno koliko kakšen plan da trener. Potem treba poskrbeti za igro v zraku, torej visoke žoge, ne? In za taktiko. Taktika je baza vsakega tedna, jaz taktiko vsaki teden delam. Ne? Torej postavljanje, jaz kličem ta trening pozicije pomeni trening. Torej, če je žoga tle, moramo stati tle, pod princip te pozicije je ta, zakaj? Mora skenirati boks, če skeniraš boks, če ni tam igralca, zdaj lahko govorimo do jutri, ne? Če ni tam igralca, je nesmiselno prihajati v to taktično postavitev, torej cilj je, kje ti prihaja igralec. Spet ni samo fokus na žogo, je treba skenirati prostor. Ne? Torej, treba razvijati tudi kognitivne segmente, torej kognitivni pogled na 16-metrski prostor. Mi da sem prvi pol čas smo okrog, tako da približno veš, koliko ura teče. Zdaj, kdaj ponavadi potem ti sediš z glavnim trenerjem? Vsaki dan zjutraj pred treningom. Aha. Generalno pa pripravljata tedensko zadevo kdaj? Trener pripravi tedensko zadevo. Vem, ampak da ti dobiš informacije, kaj boš ti lahko potem tudi delal. Trener pripravi pred vsakim tednom, pripravi plan dela, tedenski plan. Mi dobimo že prej analizo nasprotnika, ti si že prej pogledaš nasprotnika in vse te jasno, kaj načeloma okvirno, ker se poznamo že dlje časa, kaj se bo delalo. Ne? Določene korekcije, veš, kaj bo in potem znotraj tega začneš urejati, kaj čaka tvojega vratarja. Generalno prve 2 dni sta več ali manj vedno ista. Ne? In torej avtomatsko ti je enostavno potem ta 2 dni dati znotraj ideje že trenerja, daš samo svoje delo not. Ne? Tako da ti v bistvu ponedeljek, torek več ali manj ponavljaš, moč, tehniko in to, tako, da se potem navezuješ proti zaključku tedna v taktiko, ki jo ti računaš. En del je normalno, kaj lahko pričakuješ od nasprotnika, tako. Bo veliko predložkov, bo veliko, ne vem, žog za zadnjo linijo. Pripravljaš vratarja za tekmo, za specifične situacije, za specifiko napadalca, za specifiko ekipe, ne vem, ekipa, katera bo hodila ekstremno gor, torej z velikim številom igralcem, zahtevamo kaj? Hitre tranzicije, torej poljeni žogi šibaj dolgo, recimo, ne? Podajaš idejo, ne? Podajaš idejo, katero on naj bi uporabljal potem na dan tekme. Ko je tekma zaključena, narediš analizo, kako si bil uspešen v transferju ideje. Ne? Včasih manj, včasih bolj, včasih zelo. To je zdaj potem. Če kot igralci lahko zaspal po večerni tekmi? Dosti težje. Ne? Zdaj, kot trener ti gre lažje. Sploh nekje, da so filmi v glavi, zdaj analiziraš to, pogledaš, pa zdaj sploh, ko imaš možnosti prevrteti zadeve nazaj, priješ domov, prevrtiš, pa gledaš neke dogodke, vse, kako bi lahko bilo, kako je bilo v redu, kaj ni v redu. Sem zagovornik tega, da je treba sproti analizirati. Zakaj? Ker če razmišljaš v tej smeri, da takrat, ko gre dobro, ne analiziraš, je tudi takrat, ko gre dobro, so določene zadeve niso v redu. Je tako? Vedno je lahko boljše. In potem non-stop daješ pod preprogo nekaj. In ko začne iti navzdol, tisto vse, kar si dal pod preprogo, udari ven. Ne? Zdaj, ista fora, recimo, v obdobju korone. V obdobju korone je bilo največ ločitev, so rekli. Ne? To je ista fora. Zakaj? Zato, ker življenje laufa naprej in daš stranje pod preprogo. Ne? In zdaj, ker je bila korona, smo mogli biti doma, ti so stranje udarilo ven, razumeš? Ne? In normalno, statistično je bilo največ ločitev v tem obdobju. Ja. In isto razmišljam v športu. Ne? Daj sproti reševati. Ko sproti rešuješ, je enostavno potem, ko zapiha, ni problema spodaj. Ne? In potem si sproti reševal in ti je lažje. Zato sem zagovornik tega sproti, tudi ko laufa v nulo, je treba razdelati. Iščeš težave. Iščem težave. Mislim, kje bi se dalo izboljšati stvari? Kaj bi lahko bilo boljši težav, če jih ni, zakaj bi jih iskal? Okay. Ker zdaj, normalno, ko smo pripravljali zadevo, jaz sem tudi Damirja poklical, da lahko govorimo tudi, kaj se s prvo ekipo dogaja. Ne? Rečemo pa je, tako je bilo komentar, ja, mi poskušamo vratarje zelo hitro že vključevati, že v tej, kot kaže, veliki igrate, zaenkrat jaz nisem bil na vaših treningih, tudi to igro, ne vem, Barcelona jo mi najbolj poznamo, ta 3+4 proti 4 v 2 onih prostorih in tam nujno vratarji morajo biti zraven, je rekel. Ne. Že zaradi tega, da dobijo ta občutek, kako igrati to globino, pa da vidijo, se pravi, v tej tranziciji, ko je prehod,
ko ena ekipa izgubi, druga osvoji žogo, ne, se pravi eni narazen, drugi skupaj, da takoj zna tudi reagirati in da v tem momentu, da se tudi igra v globino. Ne. Hotel sem pa vprašati zdaj, če je, se pravi, glavnega trenerja veliko želja, da so vratarji zraven. Ne. Kaj to potem za vratarje pomeni? Da morajo prej prehajati, delati po treningu še kaj, kje ti najdeš potem ta prostor, da lahko nadgrajuješ tisto, kar te je strah, rečemo, da bo enkrat ven udarilo izpod preproge. Meni trenutno je zelo lepo, jaz uživam zelo. Zakaj? Ker imam ob sebi 4 izobražene vratarje. Torej izobražene vratarje na moj način. Na moj način, dlje časa smo skupaj, fantje točno vejo, kakšne so zahteve znotraj moje ideje in potem jaz pokažem enkrat, oni pičijo po mojih zahtevah in je zelo enostavno. Težava nastane kdaj? Ko pride nek nov kader. Potem moraš to spet na novo začeti učiti, rebuild na novo, idejo podajati na novo, takrat imaš dosti več dela. Dosti več dela. Zdaj, fantje točno vejo, kaj imajo za postoriti. Prvo za preventivo ramena, torej preventivo kor in potem, kar sledi na treningu, na treningu časih gremo tudi 10-20 minut prej. Odvisno, kaj je treba popravljati. Če je ogromno napak, gremo malo prej, moramo potrkati. Mislim, da ni dosti napak, torej ne rabimo dosti telovaditi, ne delamo na volumnu, sem zagovornik kvalitete, ne kvantitete. Ne. Uporabljaš tudi kaj avtogeni trening? Ja, včasih. Jih vodiš, jih pelješ? Včasih, ja. Ker so rezultati načeloma dosti dobri, ne? So dosti primerljivi z tistim, kar se dela na samem terenu. Če v analizi nasprotnika sodeluješ z vratarji skupaj in daš tudi nalogo, ali jim vedno ti pripravljaš nasprotnika? To je zdaj izkušnja. Izkušnja te naučijo marsikaj. Včasih, ko sem se pripravil sam, sem videl, da včasih tudi ni bilo transferja. Torej, da on je bil v analizi, zaradi tega, ker je rekel Mitja, da je analizi, da mora biti analiza. Potem sem začel razmišljati, zakaj bi jaz to vse pripravljal, če lahko oni to, jaz pripravim, oni meni to govorijo, jaz poslušam in jaz sprašujem, recimo. Zdaj smo šli pa tako daleč, da oni si pogledajo, jaz si pogledam definitivno, kar pripravi analitik. In potem jaz jih vprašam, tako ko vidim feedback, da pelje pravo smer, sem zadovoljen. Generalno je feedback 95% vedno top. Če pa nisem zadovoljen z določenimi detalji, drezam njega, dokler ne dobim z njegove strani odgovora, katerega želim. Če jaz pa dam njemu odgovor, verjemem iz izkušenj, ta odgovor se ne bo usedel. Torej mora on meni govoriti, kar je zahtevan, kar bi jaz rad slišal. Ja, normalno, mislim, ampak je to, kot si rekel, koliko časa ti zdaj delaš s temi vratarji? Ja, kar dolgo že, kar dolgo. Meno je tle drugo leto, samo meno prihaja iz metodike dela, katero sem jaz naštimal. Torej, on je izobražen po mojem principu. Smo ga pripeljali iz Trenčina, torej iz Slovaške, tam je bil z trenerjem, torej z mojim učencem je delal že 3 leta prej. Torej, on točno ve, kaj pričakovati v Mariboru. Jugi je prišel tle že 3. leto, 4. leto, torej on v teh 4 letih je ogromno postoril. Potem imamo tega mladega Pridgara, top talenta, torej on je že tle z nami od 3. leto isto je z nami. Torej v 3 letih se nabere ogromno dobrih avtomatizmov. To se ponavlja, se detaljno analizira, perfekcionizira, včasih sem tečen, včasih sem čudak, definitivno, dokler ne vidim to, kar si želim videti, drezam, normalno. Zdaj, kaj je poanta tudi kot trenerja? Moraš oceniti, kje je tvoj limit. Če je tvoj limit 10, jaz bom zahteval, da si ti na 9,5. Če pa jaz ocenim, da je tvoj limit 8, ti ne boš nikoli na 9,5. Jaz moram biti zadovoljen 6,5. In oni morajo razumeti, da če sem bolj zahteven do tebe, ne zato, ker te nimam toliko rad, zato, ker vidim večji potencial v tebi. Torej, push. On je sposoben do tle, ti si sposoben več, torej push, up. Če kako pa ti reagiraš, da ti vidiš nekoga, ne vem, da je potencial za 10, a deluje na trojki ali pa na 4? Ne vem, probam razložiti, da z ambicijo trenerja ne more biti trener bolj ambiciozen kot ti. Razumeš? Imaš pri življenju nagradilo s potencialom, torej izkoristi to, kar ti življenje daje. Torej, dej težiti k temu, da bo trener lovil tebe, ne pa ti trenerja. Razumeš? Ambicija nikdar ne more biti večja od trenerja kot igralca.
Jaz sem že zgodovina kot igralec, on ima še vse pred sabo. Torej, svoja ambicija mora biti večja, da ti uspeš. Ne? Zdaj, vratarji, kakorkoli gledano, ste vseeno specifika nogometne igre, edini lahko imate žogo v roki. Ampak je tudi napaka vratarja precej bolj izražena, kot pa napaka ostalih igralcev. Ja. Zdaj pa poznamo tudi te variante. Obstajajo igralci ali vratarji, ki naredijo napako, pa nimajo težave s tem, pa jih to v bistvu dviguje. Ne? Imamo pa tudi tiste, ki naredijo napako, pa je skoraj že najboljše, da narediš tudi kar menjav. Ne? Ja, to je zdaj... To sem hotel samo vprašati, ne? V bistvu to sem uvod naredil, glede na to, da je pač tudi prej bil Jasmin tu, pa smo midva naredila tudi z njim oddajo, ne? Je on rekel, da je v nekem obdobju iskal tudi pomoč psihologa, ne? Kako v bistvu še nadgraditi tiste stvari, ki bi bilo dober ali pa ki bi jih psiholog ocenil. Kako je tvoje mnenje tu, ali imate vi koga, s katerim tudi sodelujete, glede na to, da stabilnost igralca na terenu, da je konstantno, visoko koncentriran, a imate koga, ko tu pomaga zraven? Ali si ti tisti, ko si dosti tečen za te stvari? Zdaj, jaz nisem, ko bi ti rekel, stroj znanja. Jaz sem trener vratarjev, vsak ne dela, jaz sem zagovornik, da vsak ne dela svoj posel perfektno. Edino tako smo lahko uspešni. Torej, če je fant zrel za športnega psihologa, mora začeti trenirati, to je isto trening, s športnim psihologom, kateri je izobražen v tem področju. Zdaj, nuja pa je to, kar si dobro rekel prej, konstanta in stabilnost. Zdaj, če analiziramo Jug je konstanten in stabilen, njega težko zmakneš. On je zdrev za velike stvari. To, kar ima on osebnostno, to vsebino imajo vratarji na top nivoju. In to je nuja za biti vratar v Mariboru. Poln Ljudski vrt, grmi vseh strani, da še ti se začneš pajtati in burjati, Julija levo desno, to ne bo šlo. Torej, mentalna priprava je ključnega pomena v Mariboru, da ti verjameš točno to, kar delaš, in potem, da je zunanji faktor, ljudje so pa dodana vrednost nogometa. Verjetno se ne bi s tem soočali, če je bilo povsod polni stadion, je bilo to samoumevno, je tako? Ampak verjetno tudi bi se naučili. Ti, ko si res stabilen, ko si prepričan, da stvari delaš prav in dobro, te verjetno taka atmosfera pač dviguje. Na nasprotni strani, ti, če misliš, da si stabilen, pa priješ v tako okolje, pa takrat lahko tudi ugotoviš, da nisi, verjetno. Ja, to je isto kot v lifeu, razumeš, to je isto v lifeu. Ti, ko imaš ogromno znanja, si samo zavesten, govoriš na glas. Ko malo dvomiš vase, potem se rajši potuhneš in se skriješ. To je isto na igrišču. Si videl, zato imamo enega, ko je glasnejši kot jaz. Ko si prepričan v sebe, ko treniraš med tednom, da boš to pokazal v soboto, to je logično, potem, da se počutiš dobro. So pa, ko bi rekel, obdobja razvoja. Fant z 19 leti ne more biti stabilen kot Jug pri 30, razumeš? Zdaj, ko si omenil pri Jasmina. Jasmin sem jaz ocenil, da imamo težavo s transferjem. Jasmin je med tednom vrhunsko treniral. Prišla tekma, ni bilo transferja. Spet ideja trenerja, razmišljanje trenerja. Kako bomo to rešili? Sem poklical športnega psihologa Tuška in sem vzpostavil kontakt, sem povedal, s čim se soočam, s kakšnim problemom se soočam. Jasminu sem predstavil idejo, Jasmin je bil zelo, zelo lepo vodljiv. On, kar je čutil, da bo on boljši, je takoj zlevo zgrabil in smo začeli na temu delati in v zelo kratkem času je to šlo gor, potem Liga prvakov, pa druga in tako naprej. Samo spet ni to moje delo, ni to moja zasluga. To je njegova sposobnost, da je v danem trenutku na stara leta bil sposoben to sprejeti, ker marsikdo bi rekel, mu bi trpel ego, kaj boš zdaj ti meni pametoval. On pa ne, on je bil dovzeten do novega, gremo še. Pa imate vi zdaj koga v klubu, ko dela kot psiholog tudi? Ne, to nimamo trenutno, se pa dela na temu, da se bo to uredilo in individualno imajo pa fantje seanse, definitivno.
Aha, se pravi, imaš ti nekoga, ko usmerjaš in potem... Tako. Jaz imam kontakt z osebo, katera dela z enim od mojih, recimo, in potem se pogovarjava, kaj je dobro, kaj je dobro, kaj moram popaziti v komunikaciji, na kakšen način pristopiti do fanta. Cilj je, da fant raste, ne? Skupnimi močmi se lahko zgradi osebnost, ne? To je zelo delikatno. Zelo zahtevno. Ja, meni je to zanimivo, ne, da ko se mi pogovarjamo, takoj ko prijemo na temo psihologa, vsi menijo, da je nekaj narobe. Ne. Nič ni narobe. In moram reči, da mi smo imeli kot gosta, smo imeli Aleša Vičiča, ne, ki je delal z zelo veliko različnimi vrhunskimi tudi dobitniki olimpijskih kolajn in tako. In je rekel, da je še vedno ta trend in da ravno njega bi mogli ravno drugače gledati, ne, da je on eden od teh coachov, ali je to kondicijski, ali je to ne vem, kineziolog, ali je ne vem kdorkoli pa že, ne, ki pomaga ali pa ki daje tisti 1% zraven za to, da si ti še boljši. Ne. Se strinjam. In da tu je tudi treba pač igralcem predstaviti na tak način, da so oni čisto okej, ne, da z njimi ni nič narobe, ne, ampak da pa lahko pa se izboljšajo. In zdaj, če, ne vem, jaz gledam iz svojega lastnega vidika, ne, ali pa tudi, ne vem, ti kot trener, če lahko nekomu ponudim, da bo, ne vem, na 20 metrov za desetinko hitrejši, pa če to igralcu predstaviš, verjetno bo sprejel to. Ne. In zelo podobno potem bi morali tudi pri teh zadevah biti. To je zdaj širina. Širina razmišljanja. Kaj to pomeni zdaj, da smo si različni ljudje, tako? Če sem jaz robot, prepričam sebe, da bom to naredil, torej jaz bom to naredil, sem prepričan, ne? To ni nujno, da boš ti sposoben tega narediti, je tako. Torej moramo sprejemati ali pa analizirati ljudi, kateri so nasproti nas. In če vidiš, da on ima potencial za 10, da ga ta stvar ovira, daj mu pomagati, stroka ne mu pomaga, katera je izobražena na tem področju, da bo prišel do 10. Ne? Jaz na tem področju nimam dovolj znanja, ne? Zato bo športni psiholog naredil svoje delo in iz prakse, iz izkušenj je bilo delo opravljeno vrhunsko. Ok, dajmo videti, da zdaj malo tako preskoka narediti. Ne? Glede na tvojo stroko, ko si ti začel delati kot trener vratarjev, a smo mi na zvezi že imeli usposabljanje za trenerja vratarja? Ja, bilo je usposabljanje v trener vratarjev C. Potem se je ogromno časa čakalo in potem se je speljalo B in letos je bila prva generacija, da smo zaključili usposabljanje trenera. Kjer si bil ti hkrati predavatelj, pa si sam sebi predaval in tako, ja. Čestitam. Hvala. Jaz sem se smejal neko dol, ko smo bili v Portorožu, ko sem gledal, ne, in tebe in Branka, ne, ker vem, da je tudi Zupanje veliko predaval, ne. Ne vem, a je še bil kdo drug na odru, ampak za vajo vem, pa sem tako študiral, kaj, samo sebi si predajate zdaj diplome, ne. Malo šale. Ampak, če gledam, jaz ne vem, jaz sem bil v tem programu usposabljanja že 20 let nazaj, ne, in vem, da 5-6 let tega ni bilo, ne, in se je potem počasi, ker se je to, na začetku je bilo to vse skupaj pod okriljem trener C, a pa si treniral futsal, a si te bil trener vratarjev, ali si bil karkoli, vse je bilo to eno in isto. Ne. Tudi trenerji vratarjev niste bili dostkrat v preteklosti, niste bili na zapisnikih recimo gor, ne, kar se je zdaj tudi zadnjih 10-15 let rečemo dodaja, ne, pa kondicijski trenerji pa tako naprej. Ampak me zdaj zanima, ne, ko si ti prišel prvič na to šolanje, ne, kot sam, kot nekdo, ki je slušatelj, ne, kako si ti doživel tisto usposabljanje, ki je takrat bilo? Se ti je zdelo, da je v trendu, glede na to, da si se že zelo poglabljal tudi v svoje, ali pa si sam že raziskoval veliko stvari? Določene zadeve so bile definitivno v redu za ono obdobje, starostno obdobje, torej govorimo o C-ju. Ja. Določene zadeve bi lahko bile boljše, samo to spet toliko denarja, toliko muzike, razumeš, ne? Enostavna definicija vsega skupaj. Ne? Zdaj za top kader, za top predavatelje je treba jih povabiti in plačati. Verjetno vsebina je bila predraga, zato se je zveza odločila, kar se odloča, generalno mislim, da je bilo na nivoju. No. Si dobil tisto, kar si pričakoval približno? Sem dobil tisto. Okay. Sem dobil določene zadeve definitivno. Kako si pa zdaj ti v bistvu prišel do tega zraven, da ti sooblikuješ na koncu tudi program
in kako to, rečemo, ta cel proces, kako si ga ti doživljal. Ne? Ker to je pa zdaj spet nekaj drugega. Ne? Eno je, da jaz pridem pa poslušam, drugo je pa, ko jaz aktivno sodelujem in oblikujem program, ki ni 5 ur, ampak je kar nekaj več ur. Ne? Sploh za A je že to zelo veliko ur, kjer pač normalno se sicer deli, da ne bo pomote, ni samo vratarski del, je tudi kondicija, pa je tudi psihologija, pa še ostale stvari. Ampak kako si se ti, rečemo, znašel zdaj v tem, ko je bilo potrebno pa organizirati, razdeliti vsebinsko, kaj je bolj pomembno, kaj je manj pomembno? Vrhunsko, moram reči, da je vrhunska izkušnja. Definitivno po tej izkušnji se počutim še boljšega. Še boljšega. Zakaj? Zveza me je izobraževala na določeno obdobje coaching coaches, mislim, da to je v sklopu UEFA, ker smo hodili po bivši Jugoslaviji. Ne. In tam sem se ogromno stvari naučil. Ogromno stvari, jaz sem zelo realen do sebe. Sem videl, Mitja, tle malo škripa, tle bo treba nekaj podelati, ne. Tle nisi ta pravi. Ko sem rabo recimo v Zagrebu predavati pred 70 ljudmi v angleščini, ne. Sem v glavi prevajal iz slovenščine v angleščino, kaos, totalno. Zvečer, ko sem prišel v hotel, sem rekel, Mitja, katastrofa, to ni v redu. In potem zbudi se. In potem začneš delati na temu in ko sem začel s tem, pač ura po uro sem to delal in zdaj sem to speljal vrhunsko, zelo zadovoljen. Zelo zadovoljen vsebino. Ja, to pomeni pa, da si se začel snemati, nadgrajevati vsebino. Tako, tudi ta gospod, kateri me je učil od UEFA, me je dal nasvete, kako pristopiti k temu, se gledati v gledalo, se snemati, predavati otrokom, ženi, nastop recimo, ne. In vse, to sem se naučil in zdaj sem to speljal, mislim, da zadovoljivo, ne. Zdaj, če zadovoljivo lahko rečem, da je skromno, ne, vrhunsko. Si zadovoljen pa za sabo. Ja. Ampak vse, ne, če gledamo zdaj, ko si rekel coaches to coaches, ne, daj nam bolj predstav, kaj je to izgledalo. Se pravi, ti si predaval za nekoga in hkrati si poslušal tudi od ostalih, ali kaj? Ja, to te učijo praktično, kako nastopati, ne, kako podajati znanje. Ne. Zdaj, zgrešeno je bilo od vseh trenerjev, večino, ki so prišli tam, oni so mislili, da so prišli iskati vaje. Ne. Oni ti ne bojo podali vaje, vaja je tvoja ideja, to je tvoja umetnost. Ne. Oni so nas učili, kako naj nastopamo, kako nastopiti do igralcev, kako položaj telesa, veliki večino, kaj se je dogajalo, se nisem bil edini, ker sem izpadel smešen, ne, da ne misliš, ne, jih je bilo ogromno. Ne. Torej, velika večina prišla pri Flipchart in se pogovarjala s Flipchartom. Ne. Torej, ni govorila v ljudi, on je kazal hrbet in govoril, kaj naj bi bilo. Ne. Torej, vse te dajo korekcije, te učijo, kako nastopiti in potem, ko to prakticiraš doma, ni enostavno, neugodno to se obračati, ne, pogledati nekoga v oči, potem se mu nasmehen, spremeniti govorico telesa ali pa koga tudi jezen biti. Ne. To nas se učijo. Ne. In potem, ko narediš en par teh treningov, ur treninga, se počutiš udobno v tem, nimaš nobenih težav s tem. In si pol tudi užival, mislim, ti še zdaj predavaš se pravi, na nogometni zvezi v tem delu, kar se tiče predavatelj za tiste, ki bojo na novo se usposabljali, ne? Isak, veš, za B pa C, da imaš vezo, ne? Priješ do vratarja. C ima narejeno, ne? Ampak to je njegova tema, ne? Ta vratarski del, ne? Tako da pol, ko se ima domov vozila, me bo itak skozi, ne? Zakaj nisi to vprašal, pa to si slabo vprašal, tu nimaš pojma, pa tak naprej. Zanimivo. V glavnem, ampak zdaj, ko govorimo o sami strukturi, ne, trenutno podajanja znanja, kaj ti ugotavljaš, rečemo, kje bomo morali na zvezi konkretno narediti korak naprej? Kje je, rečemo, tisti, kjer v slovenskem prostoru imamo veliko problemov? Na vratarskem poslu? Ja, normalno. Področju. Za moje pojme je idealen primer Švica. Torej, poenotiti model učenja, poenotiti način učenja. Švica se je to odločila in zato dan danes pije to vodo in so uspešni na to. Vidiš, švicarski vratar številka 1 je Sommer, branil Bayernu, švicarski vratar številka 2 je v Mönchengladbachu, številka 3 je v Borussiji Dortmund, torej so uspešni, so na top nivoju, zato so poenotili način dela in potem delajo več ali manj generalno cela Švica po istem principu. Ampak to je, rečemo, meni zanimivo, ne, da so
oprost, ko skačem, Belgijci in Švicari zelo podobno delujejo. Ne? Se pravi, da je zveza uspela poenotiti trenerski posel, kjer se tudi pač samo to znanje precej podeljuje, ne, med sabo, en drugega. Belgijci so naredili to verjetno s Courtoisom, ne? Ja, to je bil projekt že prej s Courtoisom, ne? Ja. So videli, da ne gre na tak način, zato ker Courtois na začetku ni šel po taki razvojni poti, kot so pričakovali, ne? Torej so videli, da ne gre, da nekje je, ko bi ti rekel, mrtva cona, torej je padel neko mrtvo cono, kjer ni bila taka progresija, kot so pričakovali in potem so se potem odločili, da to naredijo. Pa kje ti vidiš rešitev, rečemo, da bi se lahko to pri nas naredili? Enostavno se treba usesti, stroka se treba usesti, odgovorni za to morajo zadolžiti ljudi, kateri bojo to vodili, speljali in se to spelje, ne? Ja, a misliš, da je to možno, rečemo, da bi, zdaj bom tako karikiral, ne, da zdaj pride nekdo tebi v klub in ti reče, Mičo, tole ne bomo delali več, delali bomo malo drugače. V Mariboru ne bo, zato so zadolženi za to področje in to je odgovarjanje, kako mora zadeva laufati. Ja, ampak pravim, ko govorimo zdaj o poenotenju, a ti meniš, da bi se morali, rečemo, trenerji vratarjev, konkretno, se pravi slovenski, tisti, ki ste najboljši, ne, da bi se dobili med sabo, pa bi poskušali poenotiti delo na celotnem slovenskem prostoru. Tako. Miš, da je to varianta? Definitivno, zato ker jaz se pogovarjam s kolegi iz Italije, oni govorijo, da določene zadeve oni kopirajo od nas, torej poslovenimo. Samo mi nismo izkoristili obdobja Samira, ki je bil top na tem svetu, obdobja Oblaka, ki je top na tem svetu, razumeš? In potem smo spet bili neki majhni in rezervirani nekje v zadju. Takrat, ko sta bila ona najboljša, ne, takrat bi mogli začeti samozavestno prodirati in demonstrirati, kaj hočemo pokazati in kaj mi delamo. Ne, standardno, naše, se skrivati, ne, da ne bo kdo videl, kaj bo kopiral. Nima kaj videti, zato ker ti moraš videti detalje, vsebina, tisti trenutek je nepomembna, detalji delajo razliko dan danes. Tisti, ki vidi korak naprej v detaljih, je uspešen. Se pravi, če jaz tebe zdaj prav razumem, ti bi predlagal, da imamo mi večkrat, se pravi, v nekih skupinah, neke delovna telesa, kjer bi se pač... Seveda, edino tako lahko pariramo temu ogromnemu svetu, te ogromni stroki, ne? Nas je samo 2 milijona, torej mi moramo skupaj se zbrati in začeti razvijati nekaj, detaljno razvijati, ne? In potem bomo rasli. Brez tega ni šans. Ok. Pred oddajo smo tudi se pogovarjali, ne? Če gledamo vratarje nazaj, ne vem, 20 let, 10 let, kakih so danes, se en kup stvari vseeno spreminja, ne? Vratarji absolutno veliko več igrajo z nogo, to je prvo, zelo veliko več sodelujejo v igri, ne? In tudi sam način branjenja se je zagotovo spremenil, ne? Kaj so, rečemo, zdaj tako zelo na hitro, a sem povzel zdaj te glavne razlike, a bi še ti kaj zraven dodal, pa sem jaz pozabil? Ne, zdaj razlika je velika. V čemu razlika? Vratar ne sodeluje samo več v fazi branjenja, sodeluje tudi v fazi napada, ne? Vratar postaja proaktiven, torej ne brani samo gola, brani tudi prostor. Torej, to je zdaj konkretna razlika, kot je bilo 20 let nazaj. Konkretna. Zdaj treba tle najti en balans. Balans med fazo branjenja in fazo napada. Faza branjenja je osnova. Torej je osebna higiena. Danes v tem poslu je samoumevno, faza branjenja je samoumevna. Faza napada je dodana vrednost. Nogomet gre pa v to smer, da vratar brez faze napada v bodoče bo težko kje igral. Težko kje bo igral. Zato, ker gledam samo zahteve trenerjev do mene, od začetka do sedaj, se zahteve v fazi napada povečujejo. Vedno več idej, vedno več želja imajo trenerji do mene in do vratarja, kaj bi bilo dobro, da bi se zgodilo, ko enkrat obrnemo žogo, ali pa, ne vem, ko obrnemo stran, ali pa, ne vem, bilo kaj. Ne? Torej, mora razumeti model igre, mora razumeti idejo trenerja in potem znotraj tega mora znati funkcionirati. Ne? In to moramo začeti učiti že otroke. Če bomo začeli otroke učiti pri 18, faza napada je vrženo 8 let stran, torej faza napada za 8 let luknje, torej od 10 do 18, je nemogoče naučiti. Nemogoče. Torej, otroke treba začeti educirati, izobraževati, kako se obnašati v fazi napada in potem mi širiš spekter, ko pride do 18 leta,
mu je zelo enostavno. Torej, ni pod stresom, ko je podana žoga nazaj. Ne? Enostavno to spelje, ker s tem se sooča cel proces razvoja. Torej, že 8 let ima žogo v nogah. Ne? Ampak tu zdaj pride kar veliko problemov znotraj, če gledamo. Jaz vseeno menim, da smo trenerski kader je precej podhranjen in količina, pa rečemo, da tudi v nekih nivojih zagotovo tudi znanje, ne? Pa upam, da ne bom koga preveč užalil. Zna biti, ja. Ampak kje rečemo konkretno ti vidiš mogoče, da bi se dal ponovno tu zadevo spremeniti, ker jaz se včasih sprašujem, ne, ko imamo te letne seminarje, ne, ti se tudi pač jih udeležuješ, ne, a je smiselno, ne vem, da je 300-400 trenerjev nekje, kjer posluša 1 uro pa pol enega predavatelja in potem dobimo vsak neko idejo, ampak poenotili se pa ne bomo. To je prvi del, ne, se pravi načinu dela, pa sama izmenjava je zagotovo preslaba. Se pravi, jaz bom šel, ne vem, s tistimi 3 prijatelji, ko ponovadi grem, ne, sedim, preposlušam in pol mi 3, ko že itak vemo vse eno drugmo, ne, pa na kak način dela, s temi istimi 3 sem še vedno ostal skupaj. Ne. Zdaj, govorim pač o izmenjavi mnenj. Kam bi se ti usmeril, rečemo? Jaz vidim tle težavo prej drugje, razumeš. Mi prijemo že avtomatsko na ta izobraževanja, zato ker moramo prist, zato ker se nam potrdi licenca ali pa dobimo to in to. Ne prijemo s tem, da bi že z miselnostjo prijemo napačno, da bi lahko en kanček mozaika pridobili tam. Če je prišli že s to idejo, da prijem lahko malo, da dam moje znanje, bo jutri boljši, potem bi avtomatsko bolj bil dovzeten z vsega tega, kar ti nekdo predava. Drugo, težko je danes predavati ljudem, kateri so 24 ur na dan v nogometu in da mu ponujaš neke zgodbe, katere so bile 5 let nazaj. Torej, dajmo imeti svež material, katere ljudi zanima. Kar je bilo 5 let nazaj, je super, samo to je zgodovina. Nogomet gre gas naprej, torej dajmo slediti to, kar je danes, kar je bilo včeraj, kar je bilo ponedeljek, kar je bilo v Ligi prvakov, zadnje kolo, ne pa kar je bilo 5-6 let nazaj. Takrat je bilo tisto zelo dobro, danes ni več tisto zelo dobro, danes je tisto premalo. Ampak zdaj, ko govoriš, ne, gre hitro naprej, mladi vratarji bojo mogli veliko pač delati predvsem na igri, verjetno z nogo, zato da bojo parirali modernim smernicam igre, taktično zelo razumevati, se pravi, zadevo. Podaljšana roka trenerja. Ja, ampak na drugi strani pa spet, vedno se je nekje govorilo, čeprav ti tudi nisi med največjimi vratarji bil nikoli, ne, a mi bomo gledali tudi, ne vem, kakva bo pa antropometrija ali pa koliko bojo, ne vem, eksplozivni, se pravi, koliko bojo imeli potencial, hitrosti in vsega ostalega. A bomo tudi tu morali narediti kaj, da bomo dobili ponovno kvalitetne vratarje, ker če pa gledamo zdaj Jana pa Samirja, ne, oba na motorju, ne. Sta pa oba pač razpon rok 2,20 m, ne, pa še kaj drugega, ne, ker rečemo, meni je zanimivo, ne, da ko sem bral ta športni gen, ne, v NBA-ju pač ne selekcionirajo več na višino, ampak na razpon rok, rečemo, ne. Zelo zanimivo, ne? Zelo zanimivo. Zdaj recimo, ko si to omenil, ne? Jaz sem šel meriti potem sebe, ne? Na razpon rok. Ne? Jaz nisem 183, jaz sem 187, zato ker roke so daljše. Meni prijo una teorija, ko se postaviš ob zid, ko se meriš, ne? Roke precej daljše, torej razpon rok precej daljši, kot je moja višina. Ne? Točno po tej fori sem šel meriti potem sebe po knjigi Športni gen. Ne? Ampak je logika, ne? A ti tudi pole rečemo, ko dobiš vratarja, ga kaj izmeriš? To je delo mladinske šole. S tem se ukvarjamo z mojimi sodelavci v mladinski šoli. Točno o temu se pogovarjamo. Se pravi, zdaj, če nekdo želi priti kot vratar, ali pa ko vi poskautirate mladega vratarja za nogometno šolo Maribor, ga tudi predvidite te stvari, ne? Tako, seveda, vse je ukomponirano notri, definitivno. In kaj ti predvidiraš, rečemo, kakšna antropometrija bo modern vratar imel? Zdaj, odvisno, kam je naravnan klub, ne? Če si naravnan v biznis, ne? Kaj zahteva svet? Ekstremno višino, ekstremno hitrost, ne? Torej,
Če si razvojni klub, ki bo živel od prodaje, moraš to razvijati ali pa to iskati. Ne. Ni pa nujno, to sem podpišen za tem, da bojo vsi visoki vrhunski vratarji. Ne. So danes vratarji 185 vrhunski, to branijo, 187 vrhunski, to branijo, zato ker gre smer v hitrost. Torej, če je višina brez hitrosti, ne bo v redu, ne bo šel nikamor. Če pa višina in hitrost, pa zmagovalna kombinacija. Pa še verjetno pač. Plus razumevanje nogometa, obvezno. Razumevanje nogometa in nogometne igre, definitivno. Zdaj, če analiziraš vse, ne vem, koliko gledaš ti vratarje, ne? Zato ker jaz gledam kontra nogomet, ne? Jaz gledam od zadaj naprej, razumeš? Ne? Če analiziraš recimo Samirja, ko on brani, ne? On je podaljšana roka trenerja. On točno ve, kaj se dogaja v igri. On točno kliče, on po sistemu ve točno, kje mora biti kdo. Pa on ga pošilja stran, pa oni pridi, razumeš? Torej, on ima film tekme v glavi. Ampak to mislim, da bojo moderni vsi igralci, ki bojo morali to na tak način funkcionirati. Ne? Ker to mi je bilo, rečemo, zanimiva izjava pač, vašega konkurenta, ne, Timi Max Elšnika, ne, kako je rekel, da njega je najbolj fascinirala igra proti Hendersonu, ne, ker on mogoče res gleda malo smešen na terenu, glede na tek in tudi tehniko in še kaj druga. Je rekel, ampak koliko je pa on razporeja igralce, je pa noro. On pa, se pravi, s tem, koliko govori pa razporeja, naredi vse praktično. Ne. Ampak danes tudi, če gledamo, ne, vratar je tisti, ki gleda cel teren. Ja, vidiš vse pred sabo, imaš drugi zorni kot. Trener vidi bočno, ti vidiš frontalno. Torej, tle si lahko dodana vrednost, definitivno trenerju. Tle mu moraš pomagati, tle vidiš drugačne vsebine, drugačne globine. Najhujše je, ko gledam otroke, recimo, ne, dosti otroška nogometa pogledam. Trener vidi iz profila, iz strani in potem neka globinska žoga in trener iz boka, golman. Halo? Čakaj, ti vidiš iz strani, kako bi mogel iti. On pa vidi, ima drugačen spektr videnja. Torej, pusti ga, da sam odloči. On se bo dvakrat sabo odločil, tretje se bo vrhunsko odločil. Zdaj, če bo on na joystick, ne bo sprejemal odločitve v procesu razvoja. Sprejema, kot sem rekel prej na začetku, sem bil sposoben sprejemati odločitve, ko je bilo najtežje. Torej, vratar je persona, ki mora sprejemati odločitve. In če bomo mi to vzeli v procesu razvoja, bomo vzeli eno ključno komponento, torej decision maker moraš biti. Je tak? Ja, ampak spet prijema do tega, kar se pa jaz zelo strinjam, tisto, kar si ti mogoče na začetku daje govoril. Ne? Igralna situacija bo ključna za to, da on dobiva količino ponovitev, da bo lahko reagiral. Ne? Zdaj prijemo pa mi dostikrat v konflikt. Ne? Zelo veliko trenerjev trenira v malem, ozkem prostoru, kjer so igralci zelo prisiljeni, se pravi teh hitrih odločitev, časovnega presinga, kako hitro sprejeti, pa odigrati, poiskati rešitve, prav čas odpreti. Ampak take situacije pa treba potem na drug način trenirati, da bo pa vratar na treningu prišel, ne vem, vsaj 10krat v neko situacijo na enem treningu, kjer bo moral se odločiti, iti ven, sprejemanje odločitev je zelo pomembno. Ali pa bo moral iti nazaj pa ožati prostor. Sprejemanje odločitev je treba trenirati. Treba trenirati in potem vidiš ti točno na treningu, da vem, jih sprejme 8 dobrih od 10, to je top procent, 9 dobrih od 10 top. Koliko je 5 proti 10, bo isto na tekmi, bo na ketni, grem, ne grem, slabe odločitve. Torej, zato zahtevati na treningih visok procent dobrih odločitev je posledica visok procent dobrih odločitev na tekmi. Pa ti zdaj če tako, ne, če ti ugotoviš, ne vem, zdaj Maribor bo vedno želja, da publika bo zahtevala, da ste visoko, da igrate visoko, kar bo pomenilo tudi, ne vem, da bo vratar mogel spremljati igro, pa biti v tem neki razdalji libera. A če ti opaziš, rečemo, da trener ne nastavlja igralnih oblik na tak način, da lahko tudi vratar prihaja na trening v te situacije, se pogovarjata, pa ga usmerjaš v te stvari potem. Seveda, spet govorim o sodelovanju. Jaz sem sodelavec, torej človek, kateri želi, da je nekdo boljši. Nisem destruktive, da delam kontra njemu, torej sodelovanje. Zato je tim, trenerski tim, potem rastemo, ne, skupaj. Ne?
Okay. Pa jaz mislim, da zaenkrat v Mariboru sem imel večino take trenerje, s katerimi so dobro spremljali te tvoje. Jaz sem eno srečo veliko, ne? Da sem obdan, odkar sem prišel v Maribor, z ljudmi, s katerimi jaz rastem. Jaz pravim, da osebnostni razvoj je odvisen od kvalitete ljudi, s katerimi si ti obdan. Kvaliteta ljudi z znanjem dela tebe boljšega. Jaz imam to od prvega dne, odkar sem v Mariboru do danes, imam vrhunsko stroko plus ljudi, kateri so v klubu ob sebi, torej in delajo mene boljšega, jaz pa vse čas imam vklopljene senzore, razmišljam sporočila, katere so mi dane vse in nadgrajujem sebe. Ti moraš biti nastop mentalno prisoten, zato jutri moraš biti boljši, ne? In določene informacije, katere si dobil v preteklosti, je dobro, da jih zanaliziraš in spredalčkaš, ne? Pa če so še v bistvu na pravem mestu, tudi verjetno. Top. Ej, zdaj, midva sva sicer zdaj že čist per koncu tekme, ne? Okay. To, da veš. Ampak bi te vprašal, včasih itak v nogometu nekega monitoringa praktično ni bilo. Zdaj za igralce gledam, danes ne, je to že v nekem top klubu itak to tekoči trak, zjutraj ne vem, od laktata merjenje do kontrole pri fizioterapevtih, potem pa stop na igrišče, pa droni, pa GPS-i, pa ne vem kaj vse, v glavnem od loadov, kolikokrat se je ustavil, kolikokrat je pospeševal, koliko je skočil, koliko je to naredil, koliko je ono naredil. Kak je ta kontrola, rečemo, z vratarji? Se kaj razlikuje? So določene specifike, ki tebe bolj zanimajo, glede na to, da rečemo, verjetno vratarja ni velikrat dober spraviti v neko fazo, da bo laktatno preveč obremenjen, ne? Seveda da ne. Tle obstaja isto, GPS-i obstajajo, recimo, da ocenjuješ te akceleracije in deceleracije, da vidiš, koliko je teh, potem ti sešteva dajve, torej mete, ne, padanja, torej koliko padanj je naredil levo, desno, torej da imaš nek vpogled po treningu, da imaš nek egal, razumeš, med levo in desno stranjo, ne mora imeti To GPS merijo vse? To vse zazna GPS. Ne moraš imeti 25 dave v levo in 10 v desno, recimo, ne. Torej je nek disbalans, ti moraš imeti, lahko je disbalans 2-3 ponovitve, ne pa 10-15, recimo, ne. To, da pogledaš in potem gledaš, recimo, ti v glavi pride en top obramba, ne. In točno veš, kdaj je bila top obramba, pogledaš recimo na GPS ali pogledaš pospešek, kako je on šel v napadanje prostora, ali pogledaš, koliko je on odrinil, to vse zazna GPS, razumeš, ne? To je zdaj bolj detaljno, da pogledaš te detalje, katere sem ti zdaj povedal, ne? Zdaj, da si bi jaz tega prejemal prav, da bi bil to ključ do treninga, to pa ne. Ne, to razumem, ampak imaš pa verjetno nek vpogled za načrtovanje, verjetno za naprej vseeno. Tako, vidiš, znotraj tega vidiš, definitivno. Koliko si, rečemo, ti na začetku sprejemal, ko si videl, ne vem, vse te novitete, ne? Verjetno sam sebe si že včasih pač rad poanaliziral preko tekem, ko si jih sam sebe gledal, ne? Ampak verjetno, zdaj kot trener, tako si že sam rekel, ne, gledaš zadevo vseeno drugače, ne? Zdaj, meni je tudi jasno, ne, da z Instatom ti dvakrat klikneš, pa dobiš vse akcije, ki jih je imel vratar. Ja, danes je to tako. Ampak, a imaš ti občutek, da so danes igralci že precej navajeni vsega tega, se pravi vseh teh informacij in jih znajo tudi sebi v prid uporabljati, ali je kakšna razlika? Zdaj, če bi rekel, žalostno, da ne bi uporabljali tega, ne? Žalostno. Kaj ne rečem. Ne? Eni so užaljeni, ker bi gledali samo dobre stvari. Ne, treba, ti si, tudi ko vidiš kaj slabega, si lahko jutri boljši, ne? Da popravljaš določen zdaj, popravljaš položaj telesa, popravljaš skeniranje na igrišču, popravljaš predpripravo, ko sprejmeš žogo. Marsikaj lahko spremeniš in popravljaš s tem. In žalostno je, da se tega ne poslužujejo ali pa da so užaljeni. Jaz, ko sem igramo proti ekipi, takrat, ko smo recimo šli čez Kebenhavn, ko smo jih zmagali v Kebenhavnu. Jaz sem vedel, da igramo proti ekipi, ki ima beli drese. Ne? To je vse podatke, ki smo jaz v ekipi. Torej, da so v belih dresih. Ne? Ja, smešno, ima taka realnost. Ne? Danes se ve vse točno, kje bo ekipa napadala, s kakšne strani pretijo večje nevarnosti, kako nekdo strelja. Torej, statistično je razdeljeno vse v nulo.
In zato je žalostno, da igralci tega ne uporabljajo. In ne verjamem, da igralci tega ne uporabljajo. Verjamem, da so vsi tako ambiciozni in da se tega poslužujejo. Ne? Ampak, se pravi, zdaj en del je, ko govorimo o analizi sebe, ne? Ja. En del je pa potem, ko govorimo o analizi nasprotnika. Ne? Okay. Kaj me hočeš vprašati? Analiza sebe? Analiza predvsem sebe, kako oni sprejemajo, rečemo, te svoje podatke, te svoje kontrole. Ne? Temu se reče feeling. Ne? Moraš vedeti, kdaj kaj plasirati. Ne? To je tudi kvaliteta trenerja. Ne? Absolutno. Torej s feelingom in komu kdaj. Ne? Kaj je dobro vzdušje, dober mod, je zelo enostavno tudi kaj potakniti, kar ne bi recimo dal. Ne? Ko pa slabo, rajši to skriješ in potem, ko nekaj se popravi, pokažeš, poglej, kako je bilo takrat, pa ti nisem pokazal, poglej, kako je danes. Torej, smo na pravi poti. In potem vidi, imaš prav. Ne? In potem to je spet vodenje. Kvaliteta je tudi vodenje ljudi. Ne? Ni samo trening, ni samo vaja. Ne? Vodenje je za moje pojme ključna komponenta treniranja. Ne? A je tebi še znotraj tega tvojega trenerskega procesa kaj tako pomembno, pa bi rekel, tole je dober, da ne vem, bi se zdaj ali v prihodnje uporabljal, tako smo, ne vem, vmes omenila, ne vem, autogeni trening. Ker rečemo, zdaj bom konkretno rekel tudi, ne, mi, ko smo delali oddajo glede prehrane tudi, ne, mi imamo problem, rečemo, da igralci prve lige ponavadi premalo kaloričnih stvari pojejo znotraj tedna. Ne. Zdaj vratarji ste tu nekoliko drugačni, ker so treningi vse drugače nastavljeni, več je, ne vem, eksplozivnost gibov, več je moči, ne. Se ne strinjaš? Ne, jaz mislim, da prihajamo v zelo, zelo podobno situacijo, da postajamo zmeraj bolj igravci, samo da znamo še loviti žogo znotraj 16-metrskega prostora. Ja, ampak trening je vse. Trening je malo drugačen. Energetsko vse nekoliko drugačen. Ja, dobro, je več akceleracije, definitivno več. Ne? Drugo pa ne vidim neke spremembe, recimo med vratarjem in zadnjim veznim ali pa edino v kilometrini. Ne? Ja. To drugo pa imaš gibanja ista. Ne? Vse iste ideje moraš imeti. Ne? Pa misliš, da v prihodnje, da bo še kaj tajega, kar bo nujno vključevati v razvoje? Zdaj težko nisem videl Vitimitja, da bi videl, kaj bo v prihodnje. Ne? Gre v ekstreme. Ne vem, koliko spremljaš nogomet. Ne? Gre v ekstreme. Če spremljaš Hamburg v drugi nemški ligi, to gre v ekstreme. Torej vratarji v enem trenutku, zadnji vezni, vratarji v enem trenutku, centralni branilec, levi, desni, torej prihaja do določenih rotacij. Praktično vratar je špilmacher. Jaz ne verjamem, da bo šel to v ekstreme. Samo definitivno se bo ta letvica uporabe vratarja v fazi napada dvigalna. In zato moramo o tem razmišljati kot stroka, kot nogometne šole, kot nogometne zveze in razvijati take vratarje. Okay. Kar postaja prvi napadalec, kaj to pomeni? Težko bo on dal gol. Je tako, on prepoznava situacijo dejansko v drugi tretjini in v tretji tretjini. Torej, on mora videti, kdaj nasprotnik dela ekstremen pritisk, kaj je posledica tega ekstremnega pritiska, je veliko število igralcev na njegovi polovici. Torej, to pomeni na drugi strani je 3-3 ali pa 4-4. Z nekimi rotacijami, z nekimi gibanji, torej spet po ideji trenerja, se zgodi distribucija, torej pozitivna tranzicija v napad in to je treba zadeti. Zdaj, kdo so top tej napadalci? Diogo Costa, golman Porta, top napadalec, ne vem, koliko spremljaš. Ne? Ja. To je top. Ederson, top napadalec. Ne? Zmeraj večjih je teh. Ne? Samo kaj je tle zdaj dvorezen meč, to je spet v povezavi z perfekcionizmom. Bolj kot greš k vrhu, torej k vrhu lige prvakov, je bolj pomembnejša faza branjenja. In v temu je največji balans, ima Courtois. Courtois ima največji balans, torej med fazo napada in fazo branjenja. On je v eni fazi zelo dober in v drugi fazi zelo dober. Drugi, ki so ekstremni napadalci, začnejo popuščati potem v fazi branjenja. In v fazi branjenja ne smeš popuščati, ko gremo v polfinale ali pa final, pa četrtfinale lige prvakov, mora biti faza branjenja narejena v detalj.
Če ni narejen v detalj, si takoj kaznovan. In tle, zato je zlata rokavica popolnoma logična, podeljena Courtoisa. Ja, to sem zdaj tudi bral še, preden smo se midva dobila. Ja, je največji balans, največji miks med ene faze in druge faze, ki je zelo dober v fazi napada plus v fazi branja. V glavnem, tako si prej omenil še, Samir verjetno je začel precej bolj kot faza branjenja, pa je mogel skozi svojo kariero zelo veliko delati na tem, da je... Samir je naraven talent, kar se tiče faze napada. On je to ogromno počel z malim nogometom v otroštvu. Igrajo pa nogomet. Ampak mu potem trenerji v začetku kariere niso dovolili. Ni bilo tega v Italiji. Vse nogomet ni šel v to smer. Če se spomniš Italija, na začetku je bilo treba odbraniti in brciti. Tako sem jaz branil. Brcni kam? Tam nekam, razumeš? Zmeraj več, tudi v Italiji. Jaz sem sledil italijanski nogomet. Samo ko sem videl, da gre potem stvar malo v drugo smer, da je treba začeti tudi se ukvarjati s fazo napada, potem sem pa mogel prešaltati nekam drugam, nekaj drugega začeti gledati. Zdaj, v Italiji zadnje 2 leti se ukvarjajo z fazo napada. Prej ni bilo, prej oni so še zmeraj stagnirali, kar se tiče tega. Oni se ukvarjali samo fazo branjenja. To je neki osnovni koraki in to decision making, sprejemanja, tega ni bilo. Pa to je spet komunikacija s stroko. Imam dosti prijateljev, ki se ukvarjajo na top nivoju, dosti, ker se dobimo, po WhatsAppu, po računalnikih in to pole se razvija debata, komuniciraš in dobiš pogled na top nivo, razumeš, kako se tam funkcionira, top informacija dobiš, na koncu se zgodi, da tudi iz top nivoja vprašajo tebe, kako bi ti to reševal. In pole vidiš, da smo vsi ljudje krvavi pod kožo, vsi se ukvarjamo z istimi problemi. V glavnem, za zaključek bi sam to rekel, kljub temu, da imamo mi finančne slabše zmožnosti. Lahko zadevo vseeno kompenziramo z znanjem, pa imamo dovolj materialnega resursov za to, da lahko pariramo ostalim. Moramo kompenzirati s tem, moramo. Kaj je poslanstvo trenerja v Sloveniji ali pa v Mariboru? Kaj je poslanstvo? Iz muhe delati slona. Kako? Te noben ne vpraša. Kolikokrat se zgodi meni, da pridem domov, da sem telesno prisoten, duševno odsoten. Ne vem, če si me razumel, kaj sem hotel povedati. To je zdaj zaženo letenje. Ja, spoštovanja vredno. Duša ti je ostala v klubu noter. Ona me pozna zelo dobro, zato je njena kvaliteta, da me zna analizirati, kakšen sem jaz. In potem, ko ve, da določene zadeve nimam razdeljenih, mi glava non-stop dela tam. Dokler ne obkljukam, dokler ne razdelam, mi dela mozak 24 ur v nogometu. In zdaj nedolgo nazaj sem gledal film, Ostrostrelec je bil na Kanalu A, sem gledal film. Zelo podobna fora, torej, ko je ta Bradley Cooper se vračal z misije, on je še zmeraj bil z glavo tam, nekaj ni postoril, na isto v nogometu, se ti non-stop pojavljajo neke težave, problemi, in ti, dokler jih ne popraviš, realiziraš, non-stop. Zato pravijo, da nogomet ni 1 ura in pol na dan dela, nogomet je 24 ur na dan. Kolikokrat grem spat, se že vležem, pa prije preblisk, pa ostanem, pa si grem napisati, ker če ne drugo jutro ne vem več, kaj si se spomnil. In to je potem, to je dober feeling, dobra odvisnost. Dobra odvisnost. Sej to je tudi v bistvu eden od teh namenov, te naše oddaje bilo, ko smo štartali njo, da vidimo, koliko tisti, ki želi delati v nogometu, mora živeti nogomet, drugače je zelo težko biti v tej vsej konkurenci, ki pač obstaja. Zato, ker to je tok, to je reka, ki dere. In ti moraš plavati proti toku. In moraš biti sposoben plavati glede na intenziteto reke. Včasih v športu dere konkretno, včasih malo manj. Kaj je kapaciteta, pa da boš ti plaval, ko začne dreti. Konkretno, reka proti tebi, kaj je znanje. Znanjem boš za takrat lahko začnel umirjati tok, ki dere proti tebi. Če znanje ne boš imel, te bo odpeljala reka. Ok, čisto za zaključek, 2 standardni mladim, bom zdaj rekel vratarjem, ki rečemo poslušajo tole oddajo, kaj bi jim svetoval, kako se ne lotijo, da bojo čez 5-10 let, ko smo rekla, Prvo, ko bom rekel, ker si mi rekel mladi, jaz ne ločim vratarje na mlade in stare. Jaz ločim na dobre in slabe.
Ampak zdaj govorimo o... 19-letnega vratarja, ki je vrhunski. Torej, on je zelo dober, on mora čakati trenutek, da bo prišel na vrsto. Ne? On z 19 leti je vrhunski. Zakaj? Zato, ker je v tem obdobju učenja osvojil ogromno znanja, ogromno fokusa je posvetil temu in bi bilo zelo, zelo nefer, da ga življenje ne bi nagradilo. Torej, prej ali slej, tak pristop k športu, tak pristop k treniranju si nagrajen. Torej, ne nočem ločevati med mladimi in starimi. Zato, ker če bi bil Jasmin zdrav, on bil še zmeraj dober. On je bil pred 42 vrhunski. Ampak če pa govorimo, ne vem, nekdo, ki je zdaj 13-15, pa želi postati enkrat dober vratar, kak se ne zadeve loti? Zadeve se mora lotiti zelo, zelo kompleksno. Torej, on mora v prvi vrsti biti nogometaš. Nogometaš, ki zna loviti žogo. Torej, načini treninga, ko so vratarji ločeni in ko se mečejo tam levo, desno in naredijo 600 prevalov in 600, ne vem, povalk levo, desno ali pa padov levo, desno, to je zgodovina. Vedno, ko nekje ujamemo žogo na tekmi, se tako gledam s nogomet, jo moramo nekam podati. Jo ne vržemo nazaj v ki je streljal, je tak? Upam, da ne. Vem, jaz gledam tako. Torej, jaz se bom nekomu podal in poleta, verjetno bi bo vrnil in bom neki novi cilj mogel dobiti. In torej trenerji, kateri delajo, samo to je spet stroka, izobražena stroka, z vratarji, morajo širše začeti razmišljati. Morajo začeti gledati nogomet in kaj se dogaja dan danes na nogometnih igriščih. Ampak to zdaj pomeni, rečemo, če jaz gledam, ne vem, tudi svojega vidika, bi je zelo smiselno, da meni, ne vem, enkrat do dvakrat na teden v igri vratar zraven igra na nekem poziciji zadnje linije, zadnjega veznega. Čim prej najbolj v realni situaciji, torej v realnem okolju, da se vse dogaja pred njim. Ker mi imamo težavo, kje? Ker imamo nekoga za hrbtom. Mi smo celo življenje navajeni, da imamo pobiralce žog ali pa fotoreporterji so zadje. Ne? Torej nimaš nobenega za zadje. Ne? Torej čim bolj naravno okolje in potem delati ta drill, kot si rekel, ne? In da je čim hitrejša sprejemena odločitev in dobre odločitve. Kaj pa tistim staršem, ki te 13-letnike okrog vozijo? Kaj bi pa njim rekel? Kaj bi svetoval? Čim več suporta in veter v hrbet. Veter v hrbet svojim otrokom, ne? In pustiti stroki, naj dela svoje delo. Ti si imel kot mlad igralec veter v hrbet? Od staršev definitivno, oni so me nas to vozili povsod, sicer niso bili nogometno izobraženi, ne? Samo ko bi rekel, po eni strani je še boljše, zato ker potem ti nima kaj oče, ne vem, v narekovajih očitati, kaj si naredil narobe, kaj nisi naredil narobe. On me peljal na konc sveta, da sem jaz odigral tekmo, ali pa mama, ali pa na koncu cela familija, mama, sestra in oče. Ne? Jaz sem odigral tekmo in potem skupaj vsi domov. Ne? To je najbolj vredno. Ne? Ja. Okay. Ej, Mitja, jaz upam, da si užival v temle najnem pogovoru, da ti je dovolj mineval čas. Ne? Upam, da sem tudi vprašanja dosti konkretno postavljal. Če nema naredila replay, ko bi se rekel pol v avtu mi, da še moramo kaj popravljati. Ne? Pa upam, da še kdaj. No. Meni je bilo zelo, zelo lepo. Na začetku sicer sem bil malo zategnen, potem sem se kar sprostil. To je najbolj važno. No. Dobil sem dar govora, se vidiš, da bi zdaj govoril še kar v nedogled. Ja. Super, hvala za povabilo. Tako da še kdaj, hvala, da ste nas tudi gostili v svojih lepih prostorih, ne? Tako da, pa da boste imeli dobro sezono, da bo tako more biti, pa da res pomagaš, pa razviješ čim več kvalitetnih vratarjev še naprej. No? Hvala. Sam bom težko zmogel. Ne? Torej, rabim, ko sem rekel prej, isto misleče, isto govornike. Ne? In skupaj bomo pa marsikaj lahko naredili. No, tako da tisti, ko poslušajo, naj te poiščejo. Dobrodošli, ja. Okay. Ostali pa, če vam je absolutno bila oddaja tudi ta všeč, ne, jo delite, potisnite jo naprej, všečkajte nas, komentirajte nas, pa upam, da s dobrimi vsebinami ponovno kmalu se vidimo na našem kanalu.